Če boš ti bogat, boš lažji punco dobil, boš mu boljši avto, pa tako naprej. Ne. Meni čudniki odgovarjal, sem rekel, adijo, to 5 drugih čaka. Ampak pol je pa to prišlo, ne, enkrat se je pa tu nehalo, se je postavilo, pa niso več druge čakale, pa tu. In enkrat pol pa sem vidiš, da ni več in pol ustaneš brez. Če bi pa jaz težko punco dobil, ne, bi se pa bolj potrudil, me pa ne bi zmotilo nekaj, čist neka neumnost, pa tudi ne bi se tako hitro naveličil, ker bi vedel, da ne bom druge dobil, ne. Sva s Tomažem v bistvu razmišljala, oziroma Tomaž je prišel na idejo, da bi bilo ful fajn, da bi imeli še 3. članico tega pogovornega podcasta. Tako. Dober dan, dragi gledalci. Pozdravljeni v novi oddaji, ki bo zdaj redno na mojem YouTube kanalu. To bo z gostom Sandijem. Posnela sva tudi intervju in je tudi dober gledan, dober sprejet, tako da če se ga še niste pogledali, ga poglejte. Sva se pa s Sandijem spoznala približno mesec pa pol nazaj, ne? In sva videla mava veliko skupnih točk, veliko tem za pogovor in sva se odločila, da bova takele vdaje mačkem posnela, mačkem se pogovarjala. Z mano je Sandi Mohelič, avtor knjige Mlad in neumen. Jo imamo tukajle, evo, da boste videli. Midva sva se glih na osnovi teh knjig spoznala, ne. Ti si kupil mojo knjigo, pa sem jaz potem srečanje naredil, pa tam sva se prvič videla, pa sva se malo pogovarjala. Sem pa rekel, s temle bi se bilo pa zanimivo tudi malo takole posnet in so se pol ljubila, so se to zelo hitro dogovorila, ne. Jaz mislim, da je to, da bova imela zanimive pogovore, tudi ko si veliko mlajši od mene, ne. Jaz sem malo, bi rekel, moder, pa malo bolj prestrašen, ti pa mlad, pa zagnan, pa neumen, ja. Ja, se neumen moraš biti, ne, veš, se spomnim, ko sem to diskoteko delal, tole je bila včasih diskoteka, ne, in je bilo le glih, moj foter je bil približno mojih let, koliko si star? 26. Ja, jaz sem bil pa 24, ne, in so tamle odzvon stala in jaz sem razlagal očetu, da bi diskoteko naredil in oče je videl same minuse, ne, nimaš dosti parkir placa. Sem si rekel, ni problema, tu bo ljudje na pločnikih parkirali. Je rekel, pa bojo policaji prišli, pa bojo kazni plačevali, pa ne bojo ljudje več prišli. Pa sem rekel, ne bojo. Pa je oče rekel, ne, je rekel, ti boš tle tu denarja not investiral, pa še parkir placa nimaš sigurnega, ne. In po en stran sva imela oba dva prav, oče je mu čist prav, res nisem v parkir placa, ampak je pol bila sreča, da je tam zraven imelo neko trgovsko podjetje parcelo, pa mi jo je v najem dalo, ker sem jo kasneje tudi kupil, ne. Jaz pa tega sploh nisem nič videl, ne, ampak lahko bi se pa tudi slabo končalo, ne, tako da je dober malo neke starejše modrosti, ampak preveč pa ne, ker mi ta stari smo pa malo preveč prestrašeni, posod vidimo same probleme, vse je težko, novosti ne maramo, tako da mislim... Ja, res je, to, kaj si izhajaš iz svojih izkušenj, ne, in potem, če bi samo svoje izkušnje poslušal, ker se toliko naučiš, bi se redko kdaj v kaj sploh spravil, ker vedno vidiš par razlogov, zakaj lahko nekaj slabo, ne, ker se življenje na neki točki pokazali nekaj podobnega in se ustrašiš. Jaz nikoli ne pozabil, ker sem eno gospo starejšo, se pravi 60 let plus, če ne celo več, zelo pridna, ustvarjalna, lončarka, zelo dobra pri svojem delu, ne, in potem smo se spoznali na nekem dogodku in sem je želel malo pomagati s temi mladimi oziroma modernimi marketinškimi pristopi, kako bi lahko izboljšala svoje poslovanje, ne. Pa mi ni hotela slišati. Vsako stvar, ki sem jaz povedal, je ona imela en kontra pregovor. To ni dobro zato, ker so me že zajebali v preteklosti. Se mi je že to pa to zgodili in nisi mogel premakniti milimetra. Pa sem jaz pač ugotovil, da s tako osebo ne moreš delati, ne?
ker enostavno je preveč že oblikovana v neko figuro, v nek kamen, ki ga težko predstaviš in je tako, kar je. In pa sem gotovo, da največ, kar lahko naredim, je, da povem eno zgodbo, pa naj samo zaključim. In ta zgodba je bila, en človek celo življenje hodi v gore, in mu se nikoli nič ne zgodi. Pa imaš pa drugega človeka, ko je šel prvič v gore in si bo zlomil nogo, se mu bo neka nesreča zgodila. In v očeh tega človeka je hoja v gore zelo nevarna. V očeh unga človeka je hoja v gore nekaj normalnega, nima nobenih nevarnosti. Zato, ker vsak izhaja iz svoje paradigme, iz svojega pogleda, iz svojih izkušenj. In kdo ima zdaj kle prav? In tudi ta njena prepričanja, da nekaj ni dobro, so izključno na podlagi njenega vidika, njenih izkušenj. Ne pomeni pa, da se bo točno to ponovilo jutri, če bo nekaj podobnega naredila. To je enkratni dogodek, ni nujno povezan. In tako se ljudje čez celo življenje oblikuješ, ko je en kamenček, ki gre po reki, ki začrta zelo oster in pol, 100 km pred izlivom v morje je pa že zelo oblikovan in gladek. In je nevarno delati predpostavke tudi na podlagi svojih izkušenj, ker si rečeš, če se je nekaj enkrat zgodil, ni nujen, da se bo to tudi jutri pač ponovil, in tako velikrat ljudje delamo pač tudi napake v življenju, ker zelo hitro sklepamo, ker naši možgani so povsem narejeni, da iščejo vzorce, ker so malo leni, oziroma iščejo bližnjice, neke vzorce hočejo prepoznavati in tudi tam, ki jih ni, jih včasih pač vidimo in si naredimo neko zgodbo. Tako da se strinjam, modrosti imajo vedno mesto, ampak tudi ta norost, če ne bi bilo te norosti, se marsikaj v tem svetu ne bi zgodilo. Če pogledaš, kaj dela Elon Musk, pa to, da si mora biti malo nor, da si upaš taki stvari delati. Ja, moje diskoteke ne bi bilo, če ne bi bil nor. In oče mi je govoril tam, rekel, upravka boš mu s policijo, s pijanci, z lopovi, s kriminalci. Pa ima vse prav, ne? Pa ima vse prav, ja. Ima vse prav, ne, ampak ne. Sem da konc, so bile kar težave, ampak izpeljal pa sem, ne. Drugače pa to, ko si v te gospe povedal, ne, mogoče bi jaz dodal, da mogoče niti ni bil strah problem pri nej, ampak, mislim strah, neki strah je mogel biti, zato je do tega prišlo, ampak jaz sebe kdaj zalotam, ne, včeraj sem se z enem pogovarjal, razmišljam, da bi avto zamenjal. Se veš, imam tega Peugeota starega za potovanje, tega Mercedesa, ki mi je čedalje manj všeč, ker ga preprosto ga ne rabim, ne. In, veš kaj meni muka avto zamenjati? Ko si navajen enega. Ne. Te papirje, vse to. Meni je to taka muka, nekdo pa to z veseljem dela. Rečemo, meni je tamle nekam, ali pa tudi take imam, ne vem, včeraj sem gruntov, osebno nisem najdel. Meni je to kar groza, da sem osebno zgubil. Da bom zdaj to mogel kele na občino, že kje bom parkiral, pa Jaz sem isti. To mi je tako težko, ampak se to sploh ni nič težko, če smo tako, kaj je tu težkega na občinati, ampak meni je to tako težko, ali pa zavarovanje za avto narediti, jaz to tako narediti, avto na tehničnega peljati. Zato, ker so to neke obveznosti, v katerih ti direktno prejme zelo malo koristi v tem trenutku, ampak so to obveznosti, ki jih moraš narediti, tam moraš. Poleg tega so pa to stvari, ki niso optimizirane. Meni gre ful na živce, da jaz moram neko vrsti čakati. Meni je že težko iti v trgovino po hrano, zato ker mi je to tako neumen proces. Jaz pridem tja, vzamem hrano v voziček, pridem do blagajne, dam iz vozička na trak in potem spet nazaj v voziček in potem iz avta, razumeš, koliko je enih tukaj nepotrebnih stvari. Hkrati si pa še tam v vrsti izgubiš, odvisno koliko je gužve, 10-15 minut takoj in je uprav, da greš v trgovino, zagonaš takoj pol ure, še ne 1 uro. In to je spet primer, ko greš na občino. Vse, če bi ti, ko bi prišel tam, bi bil prvi na vrsti, pa bi takoj to upravo bilo takoj malo lažje. Ampak ti ta veš, da bo tam gužva, kakorkoli obrneš, pa ne daj Bože, da si še kaj zapletne, si pozabil to, si pozabil ono. In jaz te čisto razumem, jaz te teh stvari me zelo žucirajo, te nepotrebne upravke, ki moraš delati. No, jaz sem bolj hotel ti povedati, da sam sebe ne razumem, da delam problem tam, ki ga skoraj ni. Tudi, primer, montaže videov, jaz sem to 10 let živel v prepričanju, da je to nekaj najbolj zakompliciranega na tem svetu. In pol mi je sodelavc, on je enkrat šel na morje in se
malo video posnel, pa je rekel, si bom jaz to za spomin zmontiral, pa da imam in on, ja, tvojih let, je zato bolj prikladen, kot jaz, ne. On je šel na internet, najdel programček, ga kupil za en mesec, zmontiral video čisto enostavno in on meni, Tomaž, ful imam dober program za zmontirati video, boš videl, čisto enostavno je. Če hočeš ti pokažem, boš, ampak ne zdaj. Ene 5krat mi je rekel. In jaz ne zdaj. Zakaj ne zdaj? Zato, ker mi je bilo to nekaj najtežjega, kar bi lahko, pa sploh ni bilo težko. In pol me je on dobesedno, me je prisilil to, enkrat se postavil k meni prav, Tomaž, danes popoldne mi to poteče en mesec, jaz ne bom to plačal naprej, ker ne rabim, in rekel, daj, da ti pokažem. In sem bil iz uljudnosti do njega, ker je bil tuk tečen, ajde, pa dajva, ne. In on mi to pokaže in jaz sem se v 5 minutah naučil tiste osnove montaže, pa rečemo 10 minut, kako enostavno, pa kako sem se tega odtepal. Ne? In če je neka novost in jaz zastopam to gospo, ona nikoli še ni slišala za Facebook oglaševanje, zdaj pa ti v nekem Facebooku govoriš, ker je mogoče tudi taka muka hujša, ker pa cel dan na vrtu delati na soncu. Taki smo ljudje. Ona je imela prav neke pretekle izkušnje, nisem sam to predlagal sem le, kaj če bi naredila neke poceni izdelke in bi dala na turistični informativni center. Ja, ne, zakaj bi jaz to delala, oni hoče imeti mojo zalogo tam, se pravi, ko se prodaja, jaz dobim denar. Sem rekel, pa kje imaš ti težavo s tem, razumeš? Če ti ne boš dala tja, se ziher ne bo nič prodal. Če ti nekaj daš tam, je neka šansa, da se nekaj proda, pa če se en na dan prodaja na mesec, se boljš kot nič. Zakaj imaš ti težavo, njim dati zalogo, vse če ne boš dobila nazaj, če se ne proda. In imela zelo veliko težave že s tem, ker kao ne, jaz ne bom ni mojim izdelkov dajala. Tako neke take osnovne stvari, ampak to je spet neke pretekle izkušnje, ki so na to vplivali in narediš, kot si ti rekel, neke predpostavke, ki se velikrat to zmotijo. Nikoli pa nam pozabil, jaz tudi, ker sem meni podobno zgodil, ker sem bil mlad, pa še bolj trmast, pa jaz imam 100% prav, jaz vem, kaj delam, vse bo šlo tako. Ko prišlo do posla, jaz sem že od 16 leta v biznisu, odlična ideja sem imel in pol, ker nimaš denarja, moraš te ideje predstavljati investitorjem in pol ti oni dajo vedno tako 10-15 različnih komentarjev in te komentarji so vedno začnejo z nekimi negativnimi stvarmi, kaj če se bo to zgodilo, to se bo dogajalo, kako boš to rešil, vedno so neki pomisleki. In ti, če si dober prodajalec, če si slab prodajalec v bistvu, če misliš, da si dober prodajalec, se ti avtomatsko, ko on neke protiargumente daje, ti že iščeš rešitve in sam strelaš nazaj. In v bistvu sploh ne slišiš, kaj ti hoče ta oseba povedati. Ja. In tukaj je problem. In ti potem strelaš, jaz imam prav, to bo tako, to ne bo težava. Namesto da bi takrat poslušal, kaj ti hoče on povedati, ker to so zelo dobre informacije, ker izhajajo iz njegovih izkušenj, so modrosti, ker pa se je pa meni to, kot si rekel s svojim očetom, zgodilo velikrat v praksi. Mi on rekel, ti ne bojo plačevali, te bojo goljufali, se bo to zgodilo, pa ne, pa se živimo v moderni državi, to se ne dogaja tukaj. In se bi točno to potem pol leta zatem začel dogajati. Rekel, pizda, če bi jaz takrat njega poslušal, namesto da bi me prodajal, pa bi poskušal to kaj upoštevati, pa saj slišati. Saj slišati, ker res očeta tam nisem poslušal. No, to. Ne, jaz sem mislil, kako govori, mislim, da sem tu čez 2 minute pozabil. Tako da mislim, da te modrosti je treba slišati, sam pred sebe argumentira, da se lahko zgodijo, biti pripravljen, kako se boš ti odzval, ne smeti pa to ustaviti, da greš sledovati svoje sanje, če so res to tvoje sanje. Veš, veliko pravi ljudje, jaz hočem to, ampak po moja pravilna beseda, jaz mislim, da hočem to. Ti v bistvu ne veš, če to hočeš, dokler tega ne doživiš, ker še nisi bil v tisti situaciji in ne veš, kako je biti tam. Šele takrat boš lahko vedel, da si to res hotel ali ne. Tako da mene vedno, moj mentor vedno rekel, Sandi, pazi, kaj si želiš, ker se bo to zgodilo. In pol je pot nazaj tako. Je, a pa ni, ampak del tebe se spremeni, ti si to doživel in to ostane v tebi. En primer, ker sem jaz, 22 letih sem postal direktor enega podjetniškega pospeševalnika v Kamniku, Kickstarter. In jaz sem že od 16 leta bil v biznisu in sem pač, to je velika želja, ker sem jaz imel, da bom nekoč direktor nečesa. To veš, da so bili že takrat, že od nekdaj direktorji dosti spoštovani, željena je bila ta pozicija. Doskrat so tudi rekli, direktor nič ne dela. Zato je bila ta predstava, veš, to je pa ful dobro, če si pa direktor spaj nekaj Pa ni treba delati, si pa sam direktor. In pa se mi to zgodi,
pri 22 letih še študent sem bil. Ne? Pa vidiš, da ni vse tako simpel. Ne? Jaz sem užival v tem, da ne bo nesporazuma. Ampak avtomatsko moraš več delati, imaš več skrbi. Ti si zdaj odgovoren za vse, kaj se tam dogaja. Ne? In ta odgovornost je še en veliko breme na tvojih plečih. Ker nek človek, ki ni direktor, pa je študent, kaj je njegovo breme? Da je sit, da ima babe okoli sebe, da faks drži pod kontrolo. Zdaj pa dodati še, da neka organizacija funkcionira, da je tam vse pod kontrolo. Ti to prevzame velik del tvojega življenja. In zdaj, to, da si ti sit, a pa nisi, tukaj nisi mogel zbirati. Ti moraš, to je biologija človeka, da moraš poskrbeti za hrano, čustva, potrebe, se pravi spolnost, to je vse povezano. Zdaj, a boš pa ti direktor, pa ne, to je pa stvar, ki si jo sam naložil na hrbet. A boš ti vodil podjetje, a boš imel 100 zaposlenih, a boš imel jahto. Vsaka ta stvar ima svojo odgovornost, s katero pride. In jaz takrat to nisem razumel, ker nisem še tega doživel. In pa se prav spomnim, ker sem enkrat eno sošolko srečal na ulici in sem rekel, me vprašala, kaj ti počneš. Sem se seveda malo pohvalil, sem rekel, da sem pa direktor tega spraševalnika. Pa tako, hudo, pa jaz ja. Pazi, kaj si želi, sem rekel, ker sem šele takrat razumel. Meni ni bilo slabo, samo sem dojel tudi slabe strani tega, da je odgovornost, s katera pride s tem. In zato sem pač povedal to zgodbo, da v bistvu ne moraš vedeti, kaj si sploh želiš, dokler tega ne doživiš. Kaj je pa tebe gnalo, da si se že 16-letnik začel z biznisom ukvarjati? Ekonomska situacija v družini, se pravi, pač ni bilo vse, smo se že v prejšnjem intervjuju, da se pogovarjali, če koga zanima, lahko to veliko tudi tam informacije dobi. To pogledajte, bo link v opisu videa. Ampak predvsem ta ekonomska situacija, se pravi, ni bilo vse zelo tam poslan, prihajam iz družine priseljencev, in smo mogli, starša sta od nekdaj garata zelo, to sem jaz opozoval, hotel sem pomagati, nisem hotel takega življenja, srečo v življenju sem povezoval močno z denarjem, in sem bil pač tako zagnan, da bom jaz nekaj naredil na tem področju. Sicer tako, ni to prijetna izkušnja za enega 16-letnika, danes kot 26-letnik je pa to zelo, zelo, zelo koristna izkušnja, da sem jo imel. Veš, to je ta razlika. Takrat te malo boli, ker predstavljaj si, da bi ti jaz rekel, ne vem, kakšen primer dati. Pa 16 letih biti podjetnik, to je zelo, zelo težko. Ti nekih osnov nimaš pri sebi predelanih, kaj šele, da boš ti neko firmo uspešno lahko vodil, a pa sploh prišel do tega. In je to zabijanje z glavo v zid zelo boli, ker ti misliš, da bo sploh z pojavom socialnih omrežij, ker ti vsi govorijo, da se zaslužiti ful enostavno, lahko, pa ti ponujajo 1000 načinov, kako hitro zaslužiti, ti pa tam si 16-letnik, ki misliš, da boš to iz danes na jutro naredil in se lotiš ene stvari in užgeš z glavo skozi zid, pa drugo, pa tretjo, pa četrto. In to zelo vpliva na samozavest, na emocije, na počutje, že tako si v neki slabi situaciji. In je tak boleč proces, ampak je to proces neverjetne rasti. Ti se tukaj učiš, dobivaš širino, spoznavaš sebe. Veš, če hočeš postati podjetnik, moraš kot prvo sam močno zrasti. Na osebni rasti, mentalno. Ker če te kaj preraste, imaš hitro problem. In mene je ta močna želja, bom rekel, res močna želja po uspehu po denarju, ki je povezana s tem, z družinsko situacijo, peljala čez vsa ta leta. Drugače dvomim, da bi to delal. Tako da neke travme so lahko tudi pozitivne, bi jaz rekel, za uspeh. Če imaš ti vse, pa nobene, če nimaš nobenih travm, rečemo... Kaj pa tebe gnal v to pot? Ja, pri meni je vse bilo v ženskem povezano. Nikoli punce niso marale, rečemo v osnovni šoli, se spomnim, neki sošolci, to so bili frajeri, vsem puncem so bili všeč. Meni pa še tiste, ki so mi bili všeč, so se norce z mene delale. Se spomnim plesne vaje, nobena hotela z menoj plesati. In ne pa iščeš, to je samo to, da boš ti dokazal, da boš enkrat tudi ti to. In jaz tudi ta travma moja, se pol izkazala, jaz sem zmeraj hotel biti, da bom neka Kazanova, da bo pa vsi vedeli, da pa tudi Tomaž Gorec lahko punco dobi. In jaz pol, kaj pa zalaufalo s te puncem, jaz sem najprej punco tle potrebnem vse lokale pelal, da so me ljudje videli z njo. To mi največ pomenilo, da so me ljudje videli z njo, da ne bojo mislili, da sem jaz ena budala, ki je bila pred
7., 8., 10. letem. Ne. Tako da mene je vse to vodilo in pol jaz, seveda smo že takrat vedeli, ne, če boš ti bogat, boš lažji punco dobil, boš mu boljši avto, pa tako naprej. Ne. In mene je samo to. Ne. In jaz rečemo zdaj, ta trenutek, nimam teh travm, nobenih, tako da jaz nimam neke dosti dobre motivacije za posel. Ne. Da bi zdaj jaz rekel, zdaj mene noben ne prepriča, da bi rekel ti, da greva en posel, milijone bova zaslužila. Ne boš me prepričal, razen če mi boš tak posel ponudil, ki bi me zelo zanimal delati, ne vem, da bi mi en rekel, ti, Tomaž, dej, pusti vse, greva v Afriko, snema dokumentarne filme, tu bo National Geographic kupil, greva, pustim, takoj pa grem. To, ko me pa toliko zanima, to me pa zanima. Ne? Tako da sem to me... To ni povezano z denarjem. Tebe veseli in pa lahko naprej kot posledica. Ne, tako da travma mora biti in sem glih to takole, ne? Zdaj sem bil vse več v Bosni na dopustu in ogromno se voziš in jaz tisti cajt razmišljam, ne? Tako da kdo prav, ne, pa se ne splača je tukaj deleč, ne? Cajt zgubljaš. Meni je ta cajt ves koristno izkoriščen, ali razmišljam, ali poslušam podcaste. Jaz rečemo takrat, ko sem na potovanju v Estoniji, jih prav v Sloveniji zmanjka podcastov, ker vse preposlušam. Ne? In zveš, vsak, kar poslušaš, dobiš neko idejo, trep, ne? Tako da ljudje, ki se z avtom vozite, poslušate tale podcast in tako naprej. Ne? No in sem tudi tu razmišljal, sem ravno to razmišljal, ne, kako te travme ljudi ženejo in sem se pol na par ljudi pomislil, ne, kako so izpeli iz nule. Enega imamo spominu, ki je tle bil gost pri meni v diskoteki. Tak je bil blišvoh. Vsi so se nanj ga spravljali, ga pretepali, vsi so ga imeli za malo hecenga, ampak ta človek je zdaj multimilionar. Ne? In to je sigurno zaradi tega, če on ne bi če bi mogoče tle en hud frajer bil v diskoteki, ne bi mogoče nikamor prišel. Ne? Sej, kakšnega tazga človeka tudi v depresijo vrže, pa to pa je gotov čist, pa na nekih drogah pristane pa to, ampak dosti jih pa tudi nekam pride. In lej takih primerov poznam kar nekaj. Ja, tudi jaz, se mi zdi, da to sem velikrat razmišljal, zato, ker sem bil zdaj tako govorim, da sem živel v najslabših pogojih, pa nisem. Ja. Za večino stvari, za vse je bilo skoraj poskrbljen, samo otrok ima veliko želj, ki so velikrat tudi nerazumne in včasih mora starš reči ne. Otrok pa to ne razume. Potem večkrat ta ne sliš, pa ima neke velike želje in to se mu ne izpolne, se mu dela neka travma. Ne? In to se je meni dogajalo. Ampak sem velikrat razmišljal, a bi se jaz raje rodil v neki bogati družini. In pa sem prišel do tega zaključka, ker ti po moje ti je jasno, da če bi se skoraj sigurno ne bi šel po tej poti v tem smislu, da bi dosegel toliko stvari, kot sem jih danes dosegel. Ne bi bil toliko perspektiven, zato ker bi Balkanci imajo dober pregovor, bi bil kot bubreg v loju. Ja. V smislu, pa kaj mi bo, razumeš, jaz tam bi me starši držali v nekem balončku, da bi me res pitali z vsem, kar bi jaz hotel, jaz ne bi razumel niti približno realnega sveta, kako deluje, ker bi vse imel, kar hočem, ampak na neki točki se to konča. Ali ko starši umrejo, ali ko bankrotirajo, nekaj se lahko zgodi. Tu, če ti pozaduješ neko veliko vsoto denarja in če tem ni bilo vzgojeno neko racionalno ravnanje z denarjem, proces, kako zasluža denar, ti lahko to zagonaš, ker ni tvoje, seš, ko šepega stojim po koprivah. Ne? In kaj boš pa potem? Ti si v bistvu vzgojil nefunkcionalnega otroka v realnem svetu. In to je tudi izziv. In sem rekel, zelo sem vesel, da sem bil rejen v tako družino, ker jaz zdaj ustvarjam na tem svetu. Jaz v mojem življenju imam možnost, da ustvarjam, kar želim in nekaj delam s svojim življenjem. Kaj bi drugače delal? To je tudi ta paradoks, vsi hočejo imeti podnarje, vsi hočejo imeti milijonarji, pa ti dam je zdaj 100 milijonov na račun. Ti si že vse svoje želje izpolnil, ampak nekdo, ki ni imel te opcije, mogoče ni. In on bo zdaj rekel, jaz sem pa ful enih želj,
ki misli, da jih ima, in bo šel zapravljati, bo kupil jahto, bo kupil, ne vem, bo imel 3 ljubice, bo ne vem, karkoli mu pade na pamet, bo to izpolnil. In bo to trajalo 1 let. Po 1 letu se bo on zbudil, tako depresiven, kot še nikoli v življenju. Zakaj? Ker je vse te stvari, za katere je mislil, da ga bojo srečevale, sprobil, dale so mu neko kratkotrajno zadovoljstvo, zdaj mu ga ne dajo več, ga ne osrečujejo in on ne bo več vedel, kaj jutri početi. Zakaj živeti? Kaj naj jaz delam jutri, da me osrečuje? Vse, kar sem mislil, da me bo osrečevalo, sem doživel in zdaj me ne osrečuje več, jaz ne vem več, kaj početi s svojim življenjem. Na računu imam 90 milijonov evrov, pa si ne moram zdaj kupiti tega zadovoljstva, tega sreče. Zato, ker nikoli to ni povezano s tem. Ta sreča, zadovoljstvo mora izhajati iz tebe, iz notranjosti, da ti razumeš to. Ne? In jaz zdaj, ker razumem, ker zdaj to bo ful za filozofijo, ampak smisel življenja človeka je ful zajebana stvar. Vsak si ga mora najti pri sebi. Ampak jaz vem, da si neko omejeno obdobje na zemlji, nekaj moraš ustvarjati v tem času, delati, drugače se ti sesuje, primer tega multimilionarja, zdaj, ki ne ve, kaj bi sam sabo delal. In ljudje okoli tebe nimajo te možnosti mogoče biti tako veliko časa prosti, kot ti, veš, da bi vsak dan se s tabo družil, vsak dan delal neumnosti, pa kaj sploh delati, ne? In potem ugotoviš, da si sam, miserable se temu reče, ko se temu reče, nesrečen v življenju, a ne? Kaj boš delal? Ne? In zdaj sem malo zgubil rečo nit, moje misli včasih malo zadavajo, sorry. Ampak tudi ko to spet mislim, da vem, kaj hočem, ko to doživiš, si razočaran in je pač brezvezano. In ja, vesel sem, da sem imel to izkušnjo, ker lahko ustvarjam tisto, kar me veseli in to ustvarjanje je pot v mojem življenju, a ne? In me v bistvu me bo zamotil to ustvarjanje v tem času, ko živim. Nekaj rabiš, da te zamot. In če te to mašilo v tem procesu osrečuje, si lahko srečen v tej življenjski poti. Če te pa ne, imaš pa velik problem. Ker realno gledano, ko umreš, ne, to je edina stvar, to se zadnjič videl, pa se je večkrat reče, edina stvar, ki jo zagotovo moraš, je umreti. To je zagozihar. No, če vse ostalo si se samo odločil v tem procesu. Pa prav, ja. Pa tudi to, veš, če ročeš ne rabiš, pa ti dajo izvršbe, pa neč nimaš, veš, se marsikdo se lepo izvija iz tega ven. Vse ostalo je tvoja odločitev. No, veš, da sem jaz dostikrat razmišljal, kako bi bil moje življenje, če bi se pa rodil v neki, bom rekel, poprečni družini. Pa sem razmišljal, ne, mogoče bi bil poročen, pa mu otroke, pa družino, zdaj pa nimam, ne. In rečem, veš, to, meni je pol iz tistega grdega račka, sem nekam ni pač kratov en bolj zaželenih moških, tlele vse v okolici, ne. Pa ne, da sem bil tako lep, ampak taktika je bila dobra, ne. In zanimivo, jaz tle sem osvojil skoraj katerokoli žensko sem hotel, ker so me poznale. Če sem šel pa ven v Ljubljano, ali pa v Lavido, v Žale, ali pa nekam drugam, tam me ni pa nobena pogledala. Ne. Tako da zanimivo, jaz nisem na lepoto ženske lovil, jaz sem jih bolj, bom rekel, na znanje. Dobro, se so neke fore, da se tudi tam v Lavido, v Žale, sem gdje kažne ženske, rečemo dobu, pa to ne. Ampak hočem ti reči, ne, sem to tukaj spopolnil in pol sem jim, ker mi je preveč enostavno laufalo s tem puncem, meni čo nekaj odgovarjal, sem rekel, adijo, to 5 drugih čaka. Ampak pol je pa to prišlo, ne, enkrat se je pa tu nehalo, se postavilo, pa niso več druge čakale, pa tu. In enkrat pol pa sem vidiš, da ni več in pol ustaneš brez. Če bi pa jaz težko punco dobil, ne, bi se pa bolj potrudil, me pa ne bi zmotilo nekaj, čist neka neumnost, pa tudi ne bi se tako hitro naveličil, ker bi vedel, da ne bom druge dobil, ne. Tako, kot nek bogataš, ne vem, če ima, ne vem, avto takole kup, boli ga, če ga razbije. Nekdo, ki pa komaj kupil, ga pa ne. Tako da, to bi bil življenje čist drugače, ne, lahko. Tudi... To je tudi povezano s to travmo tvojo, ne samo, da si bil rojen v tako družino. Pomeni to, da so te punce zavračale in se ti zdaj toliko bolj razjezil, da boš toliko boljši v tem in si potem vračal nazaj.
in potem si videl, da si dober v tem in realno gledano, jaz ne vem, če obstaja večji užitek za moškega, kot da spi z neko novo žensko. To si dobro povedal in to In če ti, še posebej za mlade to sej jaz moram reči, da je to bilo užitek, ne, in če ti si sposoben ta užitek sebi dajati, a veš, pogosto, to je kot droga v bistvu. In da se ti reči temu ne, je zelo težko. Ne. Niso pa vsi sposobni tega delati. In jaz sem tudi malo proučeval, pač sem zelo razmišljal o vsem. Ne. In sem tudi slišal ljudi, ki so spali zelo, zelo veliko ljudi, tudi moje starosti. In potem malo razmišljaš, pa tako pa pizda, to mora tudi velike travme na te osebi pustiti. Ne. In po mojem je ta tvoja zgodba malo tudi povezana s tem. Zato, ker ta oseba, jaz govorim o drugi mladi osebi, je spala s toliko ljudi, da njega zdaj nič več ne preseneti. Razumeš, on je imel posli svašta, vse živo, kar je hotel. Ne? In kako pa zdaj ena ženska njemu dovolj izstopala od tega, da bi preko ta pa drugačna, ta pa nisem za seks. Ne? ja, veš, kjera je pri meni stopala. Tiste, ki te zavrnila. Tako. Ampak to je čist druga dinamika, ker ljudje se avtomatsko bolj želimo tisto, kar ne moreš imeti. In tudi proces zaljubljanja je povezan s tem igranjem mačke in miši. Ja. Marsikdo, dokler tega ne razumeš, tudi si težko uspešen pri pecanju punc. Lahko si uspešen, če punca tebe peca. Če boš pa ti, pa tega ne razumeš, pa čist druga dinamika. Ampak ja, ta izkušnja, ta travma, veš, ko ti droga pusti neke travme, ti tudi to pusti. Ne? In to, kar si rekel, pa se enkrat končal, imaš neke posledice. Ampak jaz mislim, da se da, tukaj se da večino travm razdelati, se da tudi to, no. Skoraj zihar. Ampak pa to zahteva veliko. Ampak ti to ful dobro delaš, veliko dela na sebi. Jaz to ne vidim, zdaj ta trenutek, to ne vidim kot nobeno travmo. Pa zdaj, jaz sem star 54 let, sprijaznil sem se, da ne bo družine, to sem zamudil. In nimam zato nobenih travm, ne. Ampak seveda, če bi bil pomlad, bi pa drugačno naredil, ne, in to tudi ni čista prav način. Saj sem bil tam par let frajer in moram reči, da sem užival v tej vlogi, čeprav po drugi strani pa ne, če ful dobro pomislim, ne. Jaz sem bil s tem obseden in mislim, jaz sem od take hude bejbe, pa sem bil samo enkrat z njo, sreče Madonna, če bi mi to zdaj lahko nazaj šel, bi jo saj na morje pelal en teden, pa z njo užival. Jaz nisem nobene ženske na morje pelal. Jaz sem to vse iskal, ker sem eno dugo, sem že drugo iskal. Mislim, trapasto sem živel, če tako pogledaš. Nisem znal v tem uživati, tako da jaz danes vsako stvar reče. Pizda, uživaj v tem, kar imaš, tudi na potovanje, ko greš, si rekel, uživaj, mogoče čez 5 let ne boš mogel. Mogoče ne bo denarja, mogoče ne bo zdravja, mogoče, ne vem, pride spet neka korona ali nekaj takega, pa ne bo možno. Uživaj to, kar imaš, uživaj v tem trenutku, ne gruntaš že, kako bo naprej, pa boljš, pa več, pa tako naprej. Ne, tako da. Kako je bilo najdaljše obdobje, da si bil z neko punco v vezi? Ja, jaz tudi en mesec, če je bilo, oziroma dobro, sem bil z nekim tako, da sem se dobil, ampak to ni bila veza, da bi jaz zvest bil. Jaz imam to, mislim, jaz sem tle čist pogoril na tem področju in ne, dom je prav, vse nisi prestar, da bo žensko dobil, ne, pa zakaj se ne dobiš, bom pa rekel, ali jaz ti žensko nisem, jaz nisem z nobeno žensko niti en dan skup živel, tako da jaz to sploh ne vem, kako je to. In verjetno jaz to ne morem, to je glih tako, kad bi ti, ne vem, tamle enega leva iz divjine, da ga daš v živalski vrt, mu ne more biti pa, ali pa karkoli drugega, ali pa nekoga, ki zastopaš, ki ni nikoli fuzbala igral, zdaj ga boš pa ti dal, ki je star pa 55 let, ga boš pa silil, da bo pa vsak dan po 2 ure fuzbal igral. Ne boga, ki tega ni navajen in tako naprej. Težko je.
moški pa ženske pa moški smo si tako različni v nekih temeljnih stvareh in to bolj, ko poskušaš to skupaj spraviti v nek odnos, je ogromno izzivov, to, kar si rekel, da bi skupaj živel. No? In to je po mojem lahko že sama znanost po sebi, funkcioniranje moškega in ženskega v neki zvezi, v odnosu. Ne? To je toliko dela enega in odrekanja, dela na sebi, razumevanja, da zgradiš kvalitetno zvezo. Ne? Jaz sem včasih mislil, ko sem bil še najstnik, sem imel tega mentorja in sem rekel, pizda iščem tako punco. Ne. In mi je on rekel, ful lepo nazaj, rekel, Sandi, punca se ne išče, punca se gradi, ne, oziroma ta odnos se gradi. Ne. To mi je malo spremenil pogled, nisem ga pa ful dobro razumel do par let nazaj, ne, ko sem šele dojel, da veliko tudi rečejo ljudje, sem v toksični zvezi, to pa to ne štima, ker tudi ne razumejo, da se mora odnos graditi tako kot hiša, tako karkoli, korak po koraku. Ne. Ti spoznaš neko osebo, po mojem, ki ti je všeč, imaš ta prvi proces zaljubljenja, ki traja nekaj časa, ne, prvih 8 mesecev, to je ta neki honeymoon faza, ki itak to nič ne vidiš, ker ti je pomembno sam kaj drugega. Ja, ampak to, ko si mlad, pri mojih letih, verjamem, da tega ni več. Verjamem, zato ker spet tista paradigma, ko sem se prej pogovarjala, pretekle izkušnje, veš, kaj sva rekla, da si ti zdaj že oblikovan in tu delaš tako neke predpostavke o tej osebi. Ne? Ti zdaj prideš s svojo modrostjo, s svojimi izkušnjami v ta spoznavni proces in si takoj, kaj pa ta skriva. Ne? Zakaj pa to? In zelo težko, po moje, zaupaš tej osebi, zelo težko jo spustiš blizu sebe, ker si takoj, a je možno, vse to boš ti bolj vedel. Ne, jaz mislim, da je tudi biologija tukaj, ker ta se pravi, narava je človeka ustvarila, da je, ne vem, tam po 15, govorim za moške, ker sem bil tudi sam in vem, takrat si nor, takrat se zaljubiš, takrat bi seksal 10-krat na dan. Ne? Zato, da smo se tudi razvijali, če ne bi to propali. Ne? In pač nekako bi rekel, naravno je, včasih, ko ni bilo kontracepcije, pa to je bilo naravno, da ima ženska prvega otroka krepko pred 20 letem. Ne. In takrat, pol pri 54 ni pa noben več, mislim si pa ti so imeli pa ljudje ponovati že preveč otrok in je narava nas tako naredila, da te pol, ko si starejši tu mine, ne, ko si mlad si pa neumen, pač to imaš v glavu, da se tako noro zaljubiš in jaz mislim, da hormoni, da pri 54, tako kot sem jaz, mislim, se tu zaljubiš, se zaljubiš, misliš 24 ur na dan na eno osebo, pa ta nas, da na 1-2 minute gruntov na dan, ne, mislim, kačem to gruntov, ampak takrat pa je to tako. Jaz mislim, če bi tebe recimo zdaj spravil na eno potovanje, nekam daleč, na neke tropske destinacije in bi te zaprl za eno 30-letnico, 29-letnico, ki zgleda tako 10 od 10, in da bi te res pedirala 24/7, jaz mislim, da bi ti tudi v nekem, ne bi bil to klasičen proces zaljubljanja, ampak pismo, da bi pa lahko po mojem doživel nek del tega. No, najbolj bi bil je zaljubljen, če bi ta mačken pokazala, da ima mačken šans, ta mačken meč, pa umaknila se. Pol, ki bi mi dala, bi me minilo. Do takrat bi bil pa... Poznam eno zgodbo, pa moč žatajno ne bo mojemu gospodu, mačken je mlajši, kot ti, je tudi bil poročen že po vse to in potem je poznal eno osebo nekje v tujini, dosti mlajšo, tako zelo lepo zgleda punca in ga je začela tako rihtati v pogledih, ki v naših koncih, spravo v Srednji Evropi, niso normalni. To je od tega, da ga skrbi za njega, razumeš, od A do Ž. Ne? In je gospod pri teh letih se močno zaljubil v njo, v smislu, da se je poročil z njo, a veš, in mu je že dala neke stvari, ki ni mogel verjeti, da je neka ženska sposobna take stvari daje. In je on zaživel kot človek, on je shujšal 10 kg, on je lepši dejansko zgleda, zaradi tega ne moreš verjeti. No, jaz takole, ko vidim kakšno hudo bejbo na Instagramu, Facebooku, jaz se ne zaljubim, ali pa te bi rekel, tole bi pa mu. Veš, kjero pa rečem, da bi mu. Spomnim se eno žensko, ki sem jo spoznal nekje, pa nisem nič od nje vedel, ne. Pa vidim na Facebooku, sicer vidim poročene otroke,
vidim, kako z decom, mešalc, beton mešata, gradita hišo, vidiš pridna. Tu si pa rečem, tu sem pa, mislim, nič grdega ne mislim, pa takem pa malo zavidam, bi rekel, pizda, kaj mu človek srečo, da tako žensko dobu, tako bi pa tudi jaz dobu, tako, da taka bi pa tudi name vtis naredila, da bi neka pridna bila, skromna, poštena, ja, taka bi pa naredila name hud vtis. Ne bi bil noro zaljubljen ker mislim, da tako, ker ne morem, ne vem, zdaj na 100 metrov teč tako hiter, kot sem tekel, ko sem bil 20 let star, tudi tu se ne morem tako zaljubiti, ampak bi pa rekel, Madonna, tole bi pa mu, pa bi jo rad mu, pa bi jo spoštoval, pa bi bil zvest, pa vse. Zato spet, ti to opazuješ kot zunanji opazovalec, videl si sam neke stvari, ki so te pomembne in so pozitivne, ne veš pa, kaj se zadnji skriva. Ne? In tudi vprašanje, v kakšnem stanju je bil on in ona, ko sta se prvič spoznala in kako sta oba rasla znotraj te veze. Veš, mogoče so se te želje in te stvari, ki si ti zdaj videl in pohvalil, zgradile v skupnem odnosu. Ni bila ona taka, takrat, ki je on spoznal. Ker itak se ljudje razvijamo. Ne? In ne moreš ti zdaj, to je tisti, ki ta mentor rekel, veš, ti gradiš odnos. Ne moreš ti zdaj samo iskati žensko, ki bo perfektna, ker najbrž take ali ne obstaja, sploh pri teh letih je težje najdeš, najmogoče, pa tudi pri mojih letih, no, to so, veš, ideali, sanje. Ti moraš pač neke osebe, ki grejo mimo tvojega življenja, so ti všeč, so ti zanimive, po mojem, tako malo pogledaš, itak se mora začeti pri tej všečnosti, da ti je ženska sploh zanimiva, da se ti začneš neke interakcije med z njo. Potem pa vidiš ti, kakšne je moralna načela, osnove ima, kako se obnaša. In če ti je to všečno, se ti bo zgodilo, da ima mogoče 5 pa 6 stvari od 10, ki so te pomembni ima, pomela pa 4 stvari tako, ki jih pa ne bi rad imel. In pa mora vsak človek moje pretehtati, a je vredna ali ni vredna. Ne? In potem je to po mojem proces dela na tem, da ti sprejmeš te slabe stvari pri tej osebi, če se ti zdi to vredno, ne? In pa da skupaj tudi delaš na kakšnih stvarih, ki so tudi nesmiselne, ki si jih želi pri sebi spremeniti. Zdaj, jaz to govorim iz moje starosti, ki je veliko lažji, ker so tudi osebe, ki še niso močno definirane v osebnosti. Ne? V starejši, ki si, težji je po mojem prijeti v partnerski odnos, ker imaš dve osebi, ki sta že močneje definirani v osebnosti, ne? Že vejo, jaz hočem to, nočem to, kar ste rekel, to, in pa težji popuščajo ljudje, ne? In so hitro, on je pa to, pa ni tak, pa ni to zame, pa in je toliko težji po mojem to partnerstvo sploh začeti, pa zgraditi, ampak se mi zdi, da kar največ lahko narediš, je pa, da se tega zavedaš, in da namensko malo popustiš svoje standarde, ne? In da pustiš kakšno osebo blizu sebi in pol vidiš, ne? Ker to je spet, veš ti, to sem se tudi velikrat naučil, že mislim velikrat parkrat, tudi pri puncah, veš, mislim, da vem, kaj hočem. Jaz sem mislil, da hočem to pri ženski, pa sem pa to dobil in sem videl, da mi ni všeč. Ne? In sem se v bistvu naučil, kaj hočem skozi izkušnje, ki jih sem gotov, da jih nočem. Razumeš? In sem tako pa definiral, zdaj pa vem, da tega nočem, se pravi, imam rad take ženske. Razumeš? In ampak, če ti nisi imel teh dolgoročnih izkušenj bivanja z žensko, tudi težko veš, kaj hočeš. Ti sam misliš, da veš, kaj hočeš. Veš? Mislim, tako nazaj to. Prosti, ki ti pametujem, pa 16 letih. Lej, tu ni moja tema, ker nisem kompetenten, da bi jaz tu pametoval, nekaj bo zdaj en pametoval, ki ni živel z nobeno žensko niti en dan, ne. Ampak, lej, mislim pa se tukaj ne strinjam s teboj, ne, praviš, ne, da jo ti oblikuješ. Lej, vsej pri ženskah ne vem, ampak lej, ti bom dal primer. A poznaš ti kakšnega človeka, rečemo moškega, bolj moške jaz poznam, pa lahko tu trdim, poznaš ti kakšnega moškega, ki je bil pri 20 letih len, pri 40 pa priden, da se je spremenil. Tisk, ki je pri 20 len, bo vedno len. In jaz mislim, da tudi žensko ne možeš ti spremenjati taka, ki je. Če ti 20 letenca dobiš, ti jo ne boš spremenil, tako, ki je mama. Tudi zmeraj so rekli, če je mama bolj živa, je pol tudi hčerka bolj živa. Poglej ti mamo, pa če se mama okoli drvajsa, pol se ti bo tudi hčer.
Se strinjam, nikoli Ne, ne smeš tako da jo ne boš ti Se spremenil. strinjam. Jo ne boš Saj tudi spremenil. nisem rekel tega, da jo boš ti spremenil. Jaz sem rekel, da ti lahko, pa da boš njo zgradil. Odnos lahko skupaj zgradita. Spremeniš lahko samo stvari, za katere se ona zaveda in jih ona hoče spremeniti. Razumeš? Če boš ti v silu, nehi to biti, to taka, bo sam kontraefekt. Ampak tudi jaz vem zase neke stvari, ki mi niso všeč in želim spremeniti. In tudi najbrž tista oseba, če dela na sebi, sploh mlada, ima neke stvari. In če imate skupno mnenje glede tega, lahko pričakuješ, da se bo to spremenilo na dolgi rok. Ne moreš pa ti reči, ti boš taka, ker s tem začneš dosegel. Se strinjam, glede lenosti je pa. Ne maram tega izraza, ker jaz se definiram kot lena oseba. Jaz sem tu, se ne moreš ti kot lena oseba. A vidiš ta trik? Ker če bi bil ti len, ne bi danes zjutraj sem le ob 7 prišel, da bo midva tu snemala, zabrav, mogo si se tu bene pol 6, da si ti ob 7 tlele bil, ne? Lej, bi ti raj ležal, tudi ti si predlagal, da se ob 7 dobiva, bi raj predlagal, da se ob 8 dobiva, ali po pol 9 ali pa 9, da se boš malo naspal, pa tako naprej, tako da ne vem, če si ti tu klenil. Glej, kje je ta razlika, pa knjigo sem napisal pri 26, pa s podjetništvom se ukvarjam od 16 leta, delam kot norc, ampak še vedno se definiram kot lena oseba. Veš zakaj? Ko pa pride do tega, da moramo v trgovino iti, mi je pa tako težko iti. Ko pride do tega, da moramo iti na občino, mi je tako težko iti. Neke osnovne stvari me zelo težko spraviš. Za stvari, ki so v meni v interesu, mi pa sploh ni težava to narediti. In zaradi tega se vedno definiram, nisem si jaz prvi rekel, jaz sem len. To so opis mojih staršev, to je opis ljudi, ki so bili blizu mene. Kako si ti len? No, moj oče je za mojega očeta bom zmeraj len. Tako da to je tudi tako, ne. In zato ta opis te lenobe je tako, no. Je zajeban, ampak veš, da smo se nekaj pogovarjali na kavi prejšič, ko smo se videla. To je ful povezano s tem, kar sem ti takrat rekel. Ja, se zdaj čisto točno ne vem, ko imaš v misli. Bova pol, se nije več. Ja. No, glede teme, da ne bova sam v ženskah se pogovarjala pa o tem, jaz bi sem še 2 stvari dodal tle na to, kar sva imela. Tudi to, kar si rekel, delati na odnosu, pa to pa slišim neke ljudi skozi neki delajo na vezi. Mislim, moja mama pa oče sta bila ful zadovoljna oba dva v vezi, pa nisem nikoli nič na vezi delala, tako da jaz ne vem, tudi če z neko vezo šel, pa se bo midva skozi nekaj delala na tem, da bo veza laufala. Ja, pizda, če ne laufa, greš na razen, da zdaj pa jaz vsak dan nekaj gruntov, kaj moram delati, zato da bova midva skup, pa grem pa raj na razen. Veš, kje je to problem? Problem je, ker vsi prihajamo straumirani iz svojih družin in okolja, v večini primerov. In zdaj, jaz sem gledal določene družinske vzorce in so meni zapisani kot normalni. Ona je gledala druge družinske vzorce in so meni zapisani kot normalni. In zdaj jaz lahko povem, da določeni vzorci iz moje družine niso bili normalni in določeni iz njene. In zdaj prijeva skupaj in vsak je sabo to prinesel. In je ful fajn, da ti ena druga oseba pove, čakaj, tole pa meni čisto všeč, kako se odzivaš ti v odnosu. Mislim, da je bolj zdravo, da bi tako. In da ona meni pove, meni pa to ni všeč, kako se ti odzivaš. In ti, to je tisto, kar pravijo, da so travme, da so v bistvu dedovane naprej. Da so iz prejšnjih generacij grejo naprej. Razen, če je ta oseba dovolj zrela, da jih sama predela. Drugače jih potegne naprej. Sploh pa teh, po mojem, družinskih dinamikah oziroma v družinskem okolju, zato ker to ponavadi pride do situacij, ko ti si že zmatran, nimaš časa biti razsoden in se odzivati po svoje, ampak sam potegneš iz spomina, kako je to doma izgledalo. In če ti ne delaš na odnosu, vlečeš te travme naprej. In ni nujno, da boš imel, saj jaz tako nočem, jaz vedno, ker sem tudi malo budala, hočem optimizirati vse, kar se da optimizirati. In si želim, ker je zelo težko vedno tudi početi, ampak si želim vedno boljši biti, kot je bilo to pri meni doma. Razumeš? In vedno stremim, moram delati na tem, ne moram sklepati, da bo to samo od sebe prišlo. To je moj vidik, mogoče, a veš, tako jaz gledam. No, sej jaz na tem področju lahko dam mladim samo en nasvet. Ne naredite, ne delajte tako, kot sem jaz delal, se pravi, vse nisem tu, zdaj vem, včasih nisem vedel, še zmeraj je tisto na koncu, družino si moraš ustvariti. Jaz sem tukaj iz teh krajev, ga ne bom poimenoval, zdaj že starejši gospod, ampak rodom iz Bosne,
ampak to je bil brihten človek, ki s to mater, on je imel vse te življenjske zadeve pošlihtane. On mi je rekel, on me Tomi klical, Tomi, znaj v životu sve je igra. In ni veliko tu od resnice, ne. Pa on, ki me je videl, takole ven se spomnim tlu v diskoteko, prišel, pa se že dolg cajt nisem videla. Prav, a sporočen? Sem rekel, nisem. Je rekel, Tomi, poročati se moraš. Lej, to je nujno, to je tako, kot avto rab ole, ne. Je to še rekel, sej daj serga pol v kul, če tučeš. Ampak lej, poročati po otroke, tu se moraš imeti. In sem rekel, kaj boš ti manj stari govoril, sem si mislil sam pri sebi, ne, je že vem, kako je. Ampak ni tako, zajebal sem in tudi, če se ne poročiš mlad, pa tu odlašaš, vsak let imaš manj možnosti, da boš ti si družino ustvaril. Tako da jaz na osnovi te moje napake lahko mladem sem tu svetujem na tem področju, da ne boste tako naumni, kot sem bil jaz. Pa lej, mene je zelo čisto dobro, ne. Ampak se mi tudi ljudje govorijo, boš videl, ko boš star, ko noš nobenega mupa, pa tret pa res, da imam starša, s katerim imam odličen odnos, pa tako naprej, pa z nečakam, pa tret, ampak to nečaki bojo odrasli, morate boš šli v tujino živeti, to tret, lej. Če bo po drug stran, imam to sposobnost, da znam sam biti, to je velik, ne. Pa lej, sej tudi jaz pol to tako gledam, ne, sej eni, ki so osamljeni, ne, jaz pravim, ni razloga za osamljenost, ker če sta dva človeka na tem svetu osamljena, se morata samo te dva najdeti, pa ne bota več osamljena. Ampak je to zelo veliko, kar si povedal, da znaš biti tudi sam s sabo. Dosti ljudi ne zna biti in je to zelo nevarno, zato ker potem skačijo iz zveze v zvezo, nikoli se ne najdejo v tem procesu kot človek, se ne definirajo kot osebnost in potem imajo probleme tudi v zvezah, ker se skozi prilagajajo fantom, enemu pa drugemu pa tretjemu in so težko srečni potem, ker še sami niso odkrili, kdo so oni. Jaz opazil v procesu, ker sem imel neko daljše obdobje, ko sem bil sam in sem to sprocesiral pri sebi in sem to šele razumel, da rabaš čas, prostor in predvsem mir, da ti sploh razmišljaš o nekih stvarih, da se definiraš kot osebnost. In zdaj me ni strah biti sam, razumeš? In potem tudi ti ni strah iti ven iz nezdrave zveze. Taki ljudje imajo pa težavo, po mojem, tudi izstopati iz nezdrave zveze, zato ker jih je strah biti same. In tudi, ko so sami, zelo hitro skočijo v naslednjo zvezo in imajo skozi probleme, razumeš, pa je bila toksična, pa je bil tak, ampak vse izhaja iz nje, iz tebe, iz njega, razumeš, ampak tudi razumeti ne morajo tega. In to je zelo dobro, da zelo malo ljudi ima, po mojem, to zmožnost biti samih in da jih to ne moti toliko, ne. To je meni rekla, koliko je to pozitivna lastnost, da jo nekdo ima, mi je rekla Saša Anzigler, poznaš? To je bila, ko sem bil jaz tvojih let, pa še malo mlajše, je bila to najlepša televizijska voditeljica in je doznana, zdaj se pokvarja s to osebnostjo, pa to zadeve, pa jaz sem bil na veliko njenih seminarjih in moram reči, da marsikaj pametnega pove, tako da ni kar nekaj brez veze. No in ona mi je tudi to rekla, da znaš biti sam s sabo, da to je zelo veliko. Je pa zanimivo, ne, da rečemo to iti na potovanje sam. Jaz sem to zmeraj rekel, tisti, ki sami hodijo, to so čudaki, ki noben noče z njim iti in bogi reveži morajo sami iti na potovanje in ko sem jih srečeval, so se me kar malo smilen. In sem rekel, to pa jaz nikoli. In ne, prišel sem pa do tega, da sem šel prvič sam 2016, ko sem bil z eno punco zmenjen, da greva skupaj nekam, pa mi je pa odpovedala. Jaz sem mu pa že rezerviran vse in seveda sem pol mogel jeti, sem šel pa sam. In jaz sem takrat pogruntil, da Madonna, da je pa tudi sam super it, ne. In pol sem to počasi začenal in potem vsakič, ko sem šel sam, mi je bilo boljše in se še spomnim, pol, ko sem šel, že 2 leti po tem dogodku, sem šel sam za to ta glaven dopust, sem šel sam v Bosno, pa v Srbijo. Pa reče, mami, grem zdaj za 14 dni, prav, s kom pa greš? Sem rekel, sam greš. Rekla, po 3 dneh boš domov prišel, ko ti bo dolg čas. Niti približno ni tako bilo, meni je bilo fantastično.
Veš, kaj še priporočam? Zdaj sem v zvezi, ampak imam planirano za en teden oddiha v kempu sam, šotor. So knjige in v miru. Bereš, razmišljaš, počivaš. Kako lahko skozi rasteš kot človek, da se vzameš čas zase. In to je v bistvu, marsikomu je to težko, sploh, ko imaš otroke, da greš ti kar nekam. Ampak že en vikend ti lahko toliko da si ne moš predstavljati. Se bo težko, ker nisi navajen, boš po mojem tako malo strah, kaj ne delam sam s sabo. Ampak telefon obvezno stran, ker to je mašilo, ki je nepotrebno in pol nisi nič naredil, pol vse, če doma ostaneš. Telefon stran, sprostiš se, kakšno dobro knjigo, ki ti da malo kreativnosti pri razmišljanju. In jaz ti pravim, da boš, če to začneš prakticirati, da bo zrastel kot človek v nadaljnih letih, to da si tudi predstavljati ne moš. Vse kakšni ljudje že tako berejo vsak dan, pa mogoče s tem tudi rastejo. Ampak ko si skozi upet v nek odnos, skozi živi z nekom, imaš zelo malo dejansko časa biti sam s sabo. In neke stvari ti moraš procesirati v življenju. Tako ti pol rasteš, če ne sam se dogaja. Si sam potnik v bistvu v svojem življenju. So potnik. No, jaz tako izkušnjo, ki boš ti zdaj jo že imam, neplanirano, prišla sama od sebe, tako kot vnaprej izpotovan. Mu sem eno punco pred 15 letom, pač sva bila, mislim, dobivala sva se, tudi malo sem bil zaljubljen, ona malo manj vame najbrž, no in so se zmenila, da greva na morje. Pa ona to sploh ni rada hodila, ona je na rajbi doma bila, Mogoče so se tudi zato skregala, je bilo nej fino prišlo, da so se skregala, zato da pol kao ne greva na morje, Mi smo pa imeli takrat, eno od mojih podjetij je imelo na Krku, v Njivicah, v kampu tisti pavšal pri Kolcu, pa pavšal, da je bilo pol tudi zaposleni so lahko hodili in smo tudi naredili seznam, kdaj gre kdo v maj, jaz sem tam en termin imel, se pravi, tako sem bil s to zmenjen in seveda, pa kad ta odpove, jaz sem pa spet, moram jeti, ker pol bojo zaposleni rekli, mislim, on ni šel, pa zdaj prazen termin pustil, prej, mislim, ne bi dobro izgledalo. Jaz sem rekel, pač moram pa sam jeti, In sem celo upal, sem rekel, sem se tolažil s tem, sem rekel, sej dobro, tle je dosti ljudi, streben ga tudi v kampu, bom kakšen ga srečal, da bom saj neko družbo mu, sem se prav bal te samote, sem samo to, če bo kdo kje. In predstav prvi dan enega srečal, streben ga, sem bil tako vesel, pa pol sem pa sem mu pa čist identično, kot si ti rekel, jaz sem zjutraj sem vstal zelo zgodaj, pred 6 sem se sam zbudil in sem šel teč do Malinske. Ker sem tekel, nazaj sem pa večinom hodil, jaz imam to foro, da kadar grem teč, še posebej, če grem na terene, kjer sem prvič, ker mi je ful lepo, sem teč od Njivic do Malinske, ali pa kjerkoli, če ti v morju tečeš, meni je to fantastično, ker mi je vse lepo, pa tako naprej. In ker sem tekel, nazaj sem hodil, in je to kar trajalo, 2 urce, ali pa malo manj, in tu sem se počutil dober, ker sem prišel, sem šel v morje skočil, sem se ohladil, zaplaval in potem sem bil ekstra lačen, sem nekaj pojel, ponavadi neke konzervice ali pa jajca sem si naredil, sem se fino najel, šel na plažo, knjigo bral do 1-2, ki je tako roče ratalo, da ni bilo več za zdržati. Potem sem pa šel v eno restauracijo, ene kalamare pojesti, se pravi, tu mi je bil kosiv in večerja, pa bil sem 3 ure v tiste restauraciji, sem tudi prenosnik vzel na internet, sem se priklopil, da sem še nekaj za službo naredil, se pravi, sem tudi vsak dan 3, mogoče celo tudi 4 ure delal, potem nazaj na plažo in sem bral do takrat, dokler nisem več videl, kaj se je tam naredilo. To je bilo, se veš, takle cajt, celo skoraj do 9, pol 10, Šel spat, sem mačkem knjigo, šel roke prijel, ampak tisto sem v 5 minutah zaspal, isto ponovil 10 dni, božjega dopusta nisem imel. Prebral sem 6-7 knjig. Spočil si se. Spočil sem se. Vsak dan sem treniral. No in zanimivo,
unih poznanih ljudi, ki sem jih pol kar nekaj srečal, sem se jih v bistvu izogibal, da bom sam. Pa nič ni bilo z unim ljudem narobe. Ti si začel uživati v tem procesu. Uživati v tem procesu in sem rekel, wow, kaj je to dober. Bal se pa tako, jaz sem bil kar depresiven, sem šel, sem rekel, pizda, meni se je to naredilo po 40 letih, da moram iti sam na morje. Še mu žensko pa me skenslala. Ne, tudi samozavesti pala pa to, ampak dobro, jaz zmeraj, če imam pomankanje samozavesti, samo teč grem in jo poluno dobim 10krat več kukar, je nocem, ne, tako da. Škriti, moram povedati ena zanimiva zgodba, ki mi je, zdaj sem se slišal s tem mojim mentorjem Markotom, prijatelj, ne, pa je rekel, da sem ga že preklical, pa ni bil dosegljiv in ga kliče zanč, se mi javi pa prav, a smo že kaj preklical, pa je sko, ja. Nisem bil dosegljiv, prav, ne, pa sko, kaj, sem mislil, da bi neko tujini, pa sem telefon ugasnil, prav. Pa telefon sem zgubil zadnjič, kdaj, pred 3 tedni, pa nisem pol to sploh urejal, prav. Veš, kako rekel je, srečo sem imel, da sem telefon zgubil, ker je šel na festival in sem imel možnost res uživati v tem procesu. Sem že pozabil, kako je to. Razumeš, ker telefon je res tako mašilo, se ljudje sploh ne zavedamo, koliko stresa nam povzroča. Da imaš ti skozi zraven, ti skozi neki vibrira, piska. Tega stresa. In 3 tedne si sploh ni uredil telefona nazaj, ker je tako užival v tem procesu, razumeš? In je rekel, prav srečo sem imel, da sem ga zgubil. In sem rekel, te čist razumem, ker vem, kako se jaz počutam, ko grem nekam, imam določene destinacije, ko grem, če grem v Bosno, ki imam sorodnike dol, ker tam ni bilo, ali ni bilo včasih, ni bilo interneta in sem bil navajen, telefon stran in to je to. Zdaj imam internet in ga nočem, prav pustim ga v avtu, zato ker vem, koliko boljši proces izkušnja imam jaz tam, če nimam telefona zraven. A potem primer, ko grem v kamp, vem, da bom knjigo bral, telefon stran, ker je ful boljši experience, ne. In včasih se ti kakšne take stvari zgodijo v življenju, ki misliš, da so ful slabe, ne. Oh, fuck, telefon sem zgubil, oh, fuck, punca je rekla, da ne šla z mano na morje, me je skenslala, ne. Pa v bistvu ugotoviš, da je ta proces bil veliko boljši, kot če bi šlo po planih, kar si preplaniral, ne. No, ljudje vam mečkano v teh telefonih reč, ki je zelo zanimiva tema. Niti ne vem, koliko bi tle, če se čisto vse stvari, sploh čisto upam povedati, ker bojo nekateri ljudje užaljeni, pa ne bojo razumeli, pa to. Ampak glej, me zanima tvoj vidik telefona. Rečemo, mi dva prek telefona nič ne komunicirava, mi dva vse preko maila pa Facebooka, ne. Meni se zdi to najboljš, ker jaz zdaj vem, če bom tebe klical, jaz te bom nekje zmotil. In jaz ljudi, če res ni nujno, jih ne kličem. In ne, da bo kdo užaljen mogoče, če bo tole videl, ko se bo v tem videl. Ne, človeku rečeš, nekaj imaš, mu napišeš mail, ker so se že prej, tako kot bi se midva rečemo dogovarjala, kdaj se bo midva tole dubla, in pol ti rečeš, jaz ti rečem, lej, v sredo zjutraj lahko ob 8, ne, ti je okej, in ti namesto, da bi mi sem na mail odpisal, okej, ti me kličeš, pa rečeš, ja, Tomaž, lej, tule, sem to, da ti povem, mi odgovarja v sredo ob 7. Pa zakaj sem me mogel klicati? Jaz tam za računalnikom tu eni ljudje ne zastopijo. Jaz če nekaj na računalniku tam delam, če neki članek pišem, meni ti nisi vzel 1 minute, ti si mi vzel 10 minut, ker preden spet unu nazaj noter pridem, pa še tečen sem, zato ker me kličeš, pizdec, glih tele sem, neki glih dobro sem noter, pol pišem, ti si me zdaj pa zmotil. Ampak veš, to imaš te ljudi, ki so te, bom rekel, ki bo vse prek telefona, ki pa tudi, če mu po telefonu vzameš, se mu pa zmešam, mu pa dolg čas vrata. Ne? Ko še non maila ne pozna. In jaz mislim, da bo komunikacija, mislim, se tudi, če zdaj dobro pomisliš, ne, mislim, tako jaz to gledam, čeprav se veliko ljudi ne bo z mano strinjali, ampak tudi ti, ker človeka kličeš, pa to je malo nespoštovanje do njegovega časa. Je že komu, kdaj, če se moram s komu, da bi se pa res rad po telefonu slišal, ker je mogoče preveč za napisati ali pa kaj takega, mu pa napiše mail,
Pa rečem, jaz vam bi to narajš rad po telefonu razložil, ker vam bom lažje razložil, pa se veš ono, če bi jaz nekaj osev razlagal, ker rečemo, da ti nimaš pojma, ne, pa ti bom jaz tukaj napisal, ampak ti so že vmes, kako je tu mislil, kako je unin, če se ne pogovarjal, boš ti, kako ste tu mislili, ne. Jaz napišem mail, povejte, kdaj vas lahko pokličem. Jaz tako to gledam, ne. Ampak razumem tudi kontrastran, jaz sem slišal tudi dober protiargument. Je rekel, kaj mi pišeš, to današnje pisanje je tako neosebno, je rekel, ne? Pa pizda Martana, rekel, vzem tisti telefon, poklič me, a veš, je prišlo tudi do tega, da mlade je strah danes poklicati ljudi. Veš, ker nima razvite toliko osebnostnega pristopa, ker so navajeni, da vse tipkajo sama. No, in mi je tip, ne vem, kdo mi je to razlagal, je popizdil, pa rekel, pa te tam mladi danes nimajo niti toliko, da bi poklicali, ker se ne upajo, pa dej pizda dvigam telefon, pa poklič. Razumeš? In so videli tudi primere, kot tudi to res. Razumem pa tudi tebe in tukaj je po mojem rešitev, a veš, samo kontrole potem. Se ti daš telefon na tiho, pa ga daš stran, ne? Pa ne on kliče, kakor če, razumeš? In kakšni ljudje, to je pa spet pol ta, po mojem se to matra pol, ker imaš feeling, da ga zavračaš, da se mu najaviš, da ti nekaj narobe delaš. Poznam dosti uspešnih ljudi, teh poslovnežev, pač če ima kaj drugega, se ne bo javil. Sam pogleda, kdo je, razumeš, in lahko tudi pol uredi, in dol vrže. A veš, mislim, da ga na tiho, a ne. No, nisem ti še čisto se povedal, kar sem mu povedal za v temu. Ne, zdaj, ti praviš telefon, boš izklopil in tret. Dobro, jaz ne kličem rad ljudi. Ampak ravno zaradi tega, ker rečem, pa jaz ga bom nekje zmotil. Mislim, ne vem. Je pa, ljudje smo, to imam pa tudi jaz problem, če me kliče nekdo, znana številka ali neznana, rečem, kaj je ta zdaj, kaj ne, ne vem, ne sam firbec, tudi če me mama kliče, če se nimam cajta v glasu, da imam sestanek, ne da bi zdaj tle telefon mu pa vidim, da me mama kliče. Mislim, bi me nekaj, kaj narobe, a je mogoče se je kaj naredilo, ali je a je tret, tako da imam sem občutek in zato tudi rečem, pa ne bom jaz zdaj človeka tam le moril, izklicanjem, raj mu pošle mail, sporočilo preko Facebooka, sporočilo preko SMS sporočilo ali kakorkoli in je to, ne. Po drugi strani sem pa človek, ki pa ne more brez telefona, mislim, ne more na potovanju, da bi se rekel, telefon izklopil. Ne, ker dokler ne zazvoni, jaz vem, da vse štima. Tako, če pa bi ga mogel, sem ga pa rekel, ne vem, kaj se dogaja, doma je lahko nekaj nujenega. In enkrat vem, da me je ena gospa klicala, ko se je šlo za kar velik denar, pa sem bil nekje sem bil, dopust sem bil nekje, kada bi rekel, sem v hribežu in telefon kliče. Pok tu me zdaj kliče jezen, se oglas in hvala Bogu, da sem se oglasil, ker tist, da sem se oglasil, sem verjeten zaradi tistega 7,000 evrov dobil. Ne? Tako da ga pa ne morem, da bi tako rekel, kot ta tvoj kolega, mentor, da bom jaz 3 tedne brez telefona, ne, bom živčen, ker lahko to ogromno zgubiš. Ali pa ne vem, Bog ne dej, ne, ampak če telefon izklopim, pa sem tamle v Bosni, mislim, se lahko tle bajta podira, pa ne bom jaz vedel, ne, tako da imam rad telefon, pa da ne zvoni. Pa se veš, kaj je problem, ker danes nisem zvonjenja, ne. Danes imaš vse te aplikacije, pa notification in to vse delo, to vse stres. Jaz pažem zdaj sebe, se moram navaditi. Me tudi ne pustijo misli primerne, zdaj ko prodajam knjigo prek spleta in skozi spremljam in koliko je naročil, dobijem notifikacije, maile dobijem, razumeš, spremljam oglase, kako funkcionirajo. In jaz te oglase sem včasih spremljal 10-krat, 15-krat na dan. Jaz pogledam, prilagodim neke stvari, če je treba, ampak to je zelo stresno naporno. Razumeš, karkoli delaš, imaš ti v mislih, dajmo to pogledati. In se moram namensko odvračati, ne bo zdaj gledal, ne boš, v redu je, danes ne boš gledal, zato ker ni to zdravo zame, jaz se ne počutim potem dobro. In potem si rečem, pa kama veze, jaz danes prodam
x knjig ali x polovic knjig, a veš, važno, da se prodaja, profitabilni smo, če pogledamo enkrat na dan je čisto dovolj, razumeš? Ampak to je ta nek želja po, da boš boljš, da bo boljš in na koncu se jaz slabš počutam. In kaj zdaj več vredno? Moje počutje ali to, da sem jaz podal, ne vem, 3 knjige več ta dan, razumeš? No, 3 knjige, ja, ampak A veš, 3 knjige je drug znesek, pa ko sem jaz rekel 7.000 evrov, ne. definitivno. Lahko me nekdo pokliče za, ne vem, 50.000 evrov. To se čist strinjam s tabo, Ne, se tudi tako jaz sem da sem vse naraj dosegljiv, pa tako naprej, ne. To se čist strinjam s tabo, jaz tudi, če me kdo kliče, pa če ne znana številka, sem tako, ok, kaj se dogaja, ne, moram se javiti, ne. Ja, veš. Ampak je pa to vse, pa meni to še najmanj stresira, klici, bolj me te, veš, kaj toke aplikacije, ki pridejo zraven, Facebook, Instagram. Jaz pa s tem nimam probleme. To bi pa lahko, Facebook bi pa lahko pustil 3 dni, da nisem čist nič gor. Veš, jaz zdaj tudi oglašujem na Facebooku, meni je to vse povezano, veš, pa je komentar, pa pogledam, kakšen komentar, razumeš? In je to je še en kamen, še eno breme na hrbtu in se moraš to naučiti kontrolirati, ne? Meni kdo prav, tako, kakšen zlobni jezik. Ne moreš brez Facebooka. Ne. Pri meni je prišlo do tega, ker sem toliko na teh socialnih omrežjih bil in sem tudi delal in tudi rekel, ne, ta prepoznavnost, ki sem jo zgradil, ki tudi prinese neke pluse, ne. Spravi, jaz ne bi 350 knjig prebral, če ne bi mu to prepoznavnost, ne. Zaradi prepoznavnosti tudi marsikjer posel dobimo, ki me kdo tako šliš, pa vid, pa mu je to moje všeč, mogoče tudi kakšen posel ne dobimo, ki pač nekomu nisem všeč, ampak mislim, da je veliko več tistih, ki sem jim všeč, ki pa kem nisem všeč, ne. Pa tudi, ker je posel, tudi ljudje tako gledajo, če on ve, da mu bom je SEO dobro naredil, tudi če se z nekim mojim prepričanjem ne strinja, pa če imam dobro ceno, kar v naši firmi se upam trditi, da delamo zelo dobro za nižje cene, kakor, bom rekel, neke firme v Ljubljani, ker je nekako tudi malo pričakovanje ljudi, te, ki so Strebenga, bojo cenejš delali, ki oni, ki so z Ljubljane, ne. Pa je res tako, mi imamo ful nižje cene. Tako da, bi rekel, tu neke pluse prinese in jaz, nekaj sem ti zdaj zjutraj rekel, da moram še storije objaviti. Misliš, da sem jih jaz to z veseljem objavil? Jaz sem zdaj prišel že do tega, da imam že poln kurac tega in jaz sploh nisem odvisen od socialnih omrežij, jaz sem fino, jaz sem vesel, če ne bi neki cajta bilo treba delati, ne, tako da nisem tiskal, kdo misli, da sem jaz pa odvisen, da če bi mi pa zdaj ti za 3 dni Facebook vzameš, da bom jaz pol depresija, pol ne, jaz bom vesel v končni fazi. Je pa res, ne, seveda, da bi pa mogel imeti prej neke objave naštimane, ker se veš, objave pri meni na Facebooku imam 108.000 sledi, to se pravi, to neki ljudi vidi, to je tako kot hotelsko sobo, če imaš ti prazno, jo ne moreš ti pol za nazaj, tisti dan je bila prazna in tisti dan ne moreš ti več napolniti, ki je šlo meni, ne, tako da. To je te posel, to je vse drugače, ne. Ti že sploh v tem biznisu, ki si v biznisu, hobi, ki je povezan tudi s poslom, se pravi, Ja. YouTube, socialni mediji, jaz se to že sklepa, da moraš to, če tega ne delaš, a ne. Je to neka obvezna dejavnost. Ja, obvezna dejavnost in ker je pa obvezna, Ti je pa težko. ti je pa prej težko, ni odvisnost, da bi rekel, da če miš ti pa telefon vzel za 2 ure, da bom jaz pa živčen ratov, ne, deleč od tega, niti približno, ne, tako da. Kako je meni zdaj, veš, s temi knjigami, ki sem začel prodajati, pa se jih je veliko več podal, kot sem pričakoval, pa jih sam pakiram, ne, in mi že to pakiranje v začetku uživaš, le, koliko igre, pa pakiraš, pol ti je že tako malo pizda, koliko je tega, in ti posebej naješ tega, ne, čez čas. In včeraj sem šel na kebab, dosti znanemu kebab prodajalcu v Sloveniji, ne bom poimensko, ampak mislim, da že vsi vejo, kdo je to. Ja. In jih gledam, on pa njegov brat tam prodajata in kadarkoli sem prišel, pa so zelo uspešno zdaj, ne, a je bil eden izmed njih 2 tam in danes tudi, pa to je zdaj že leta in leta in prošli del sem doma, koliko kebabov sta mogla v življenju že narediti. A veš, kaj Keb gre na kurac, pakiranje par knjig, unem pa ne gre. A ti veš, kakšni cifri mi to govorimo, po moje. To si tudi predstavljati ne moš. In sem rekel, sam pizda, stari kapo dal vsaka en čas, da se tega ne najesta. A to vse tukaj, a ne?
No, jaz pa... No. Jaz take stvari se pa zavedam, bi pa rekel, lej, če mi dal ti zdaj možnost, da knjige pakiram, da tukaj bom prodal, kakor jih bom spakiral, brez prestanka, jaz bi jih 3 dni po mojem pakiral. Mislim, da ne bi šel spat, ne nič, bi si rekel to, pa če je tako moram, tako da te stvari, meni ne bi bilo te knjige tako težko pakirati. Se pravi, da mi je težko, samo počas ti ni največ užitka in ti začnejo, tako kot tebe tu objavljene storije v hesel, opravek, to nisi več, ne daje ti nekega zadovoljstva, ga pa narediš, ker veš, da ti to nekaj prenaša, da ti to izpopolnjuje. Ne? Veš, kaj sem pa nedolgo nazaj naredil, to ti pa zanimiva informacija. Ne toliko dolgo nazaj sem bil v slabši finančni situaciji, zato ker se je zgodilo, da mi je dobavitelj pri kavi na domu, ki je ena od mojih podjetij, kjer prodajamo kavo, ukinil najbolj prodajan produkt, ki je 60% prihodkov nosil in mi sporočijo, mi ukinjamo ta produkt, ne prodaja se dobro na ostalih trgih, ti si edina stranka, jaz sem premehna stranka za njih in iz danes na jutr produkta ni. In meni padejo v bistvu iz danes na jutr, oziroma tisto zelo, ki sem še imel kakšen mesec, mi padejo prihodki za 60%. Je pa to firma, ki je nosila glih to, da sem jaz lahko živel od tega in nič več. In meni pade iz danes na jutr dol, neke prihranke sem imel, s fotro so hišo obnavljala in sem še to investiral čas. In pride v obdobje, ko nijem več denarja, in sem prišel od tega, da se moram nekje zaposliti. Ne. Vsem sem dosti perspektiven, da bi lahko dobil skoraj da katerokoli zaposlitev bi si želel, ampak sem v preteklosti tudi to že delal in sem ugotovil ful slabosti na tem področju in sem se rekel, zdaj pa iz tega dosti. Zdaj pa jaz namensko vzel neko slabšo pozicijo, namensko bom šel nekaj delati samo zato, da imam jaz možgane proste in bom delal samo to, kako rabim, da na mesec preživim. In sem šel delati v skladišče. Sem šel delati v skladišče v nekem večjem slovenskem podjetju, neke nalepke sem dal trgu, pa pakirali smo, zato ker sem vedel, da mi to možgano ne bo obremenil. Delal sem 3 dni na teden, 2 dni na teden sem lahko delal, da sem rastel svoj biznis. Če bi jaz delal kje druge, ker sem tu delal že v preteklosti v podjetjih, ker moram možgane uporabljati, jaz toliko sebe angažiram, ker ne moram delati od 8 do 3. Jaz tisto, kar delam od 7 do 3. Delam res z vso energijo in premišljam, kako bi lahko kaj boljš, kaj bi lahko. In to ti vzame energijo in ti težko pa svoje stvari zraven delaš. In sem šel v skladišče, sem tam delal 3 dni na teden, fizično delo, tako bi rekel, ok, možgane sem imel na off in sem vzel slušalke s sabo in sem poslušal podcaste. Sem rekel, ok, jebena situacija, ampak kako se lahko naredim jaz, da največ od tega odnesem. In sem poslušal slušalke gor, sem poslušal, takrat sem vse žive podcaste poslušal. Vse ljudje sem šel kakšnim na živce, ki so mislili, ki so poznali mojo zgodovino in mogoče kdo dojel, ta je pa preveč dober, da bi se z nami pogovarjal, pa res ni bilo to. Jaz sem tam zelo sproščeno, ampak sem rekel, če sem že tukaj, bom nekaj tega odnesel. In sem delal 3 mesece v tem podjetju. Super izkušnja, na začetku sem užival, sem rekel, pa to je pa kaj, boljš, kot to je mora biti. Še rabim razmišljati, sprostil sem se, fizično delo, sem rekel, to je, namesto da hodim v fitness, bom klešel nekaj naredil, doma bom tisto delal zase. Ampak sem se v 3 mesecih tako najedel tega, da mi je počel in potem, hvala Bogu, tudi biznis zalafal to, da sem lahko šel. Ampak prvi mesec super, drugi mesec ok, 3. mesec sem pa rekel pa kaj spet delam s svojim življenjem, razumeš? Delam 8 ur na eno isto stvar, enostavno se naješ. Res sem se najedel in sem začel, moje počutje šlo dol in sem rekel, to jaz ne moram, če sem dal odpoved, ne glede na to. A bo šlo, in pa se nekako isto časa neka priložnost pojavila in sem ti zagrabil in sem šel ven iz tega. No, jaz se spomnim, ko sem pri očetu delal, sem začel pri očetu delati to, da sem cele počitnice delal v 5. razredu. Prej sem pa tako tudi po par ur delal, med počitnicam par ur in tudi med tednom, ko sem vsak dan kakšno urco sem mogel delati. Ampak ko sem tu začel pri očetu delati, se pravi to 8 ur, pa tudi več, jaz sem to skozi na uro gledal in mi je bilo tudi taka muka, in tudi spomnim se, v sobotah smo doskrat mogli delati, jaz pa brat, ponovadi zlagati te betonske bloke z neko mašino, je bila taka, da je stisnila, pa si dvignil, pa zapeljal, to je bilo na terih, na paleto spustil, in meni je bilo najbolj grozno, zjutraj sem fotra vprašal, sem rekel, koliko bomo zložili vrst,
Zdaj, 5-6 smo jih ponovadi, pol ure je pomenilo eno, ne, se pravi 3 urce smo ponovadi delali, malo več mogoče. In zmeraj je v večini primerov je povedal, koliko vrst. Kdaj je bil pa kaj slabe vole? Bomo videli, koliko bomo. Ti samo delaj. To je bilo pa tako, ko nisi vedel, koliko imaš za narediti. Da je muka. Je bila pa muka za znort. Kdaj bo rekel, da je vas? In jaz moram reči, jaz ne poznam tega občutka delati, ne vem, od 8 do 4, od 6 do 2, od 7 do 3, kakorkoli že je, ker človek res na uro gleda, kdaj bo 3, da grem jaz domov, ne. Ker meni je zelo kontraobčutek, ura. Ne, raj vidim, da je ura 12, kakor 2, da bom kaj več naredil, ne, tako da tu mislim, da sem v ful boljši poziciji, ki imam tak način, da rajš vidim, da gre cajt počaska hitro, no, tako da. Težko je, jaz ne bom rekel, da ne razumem, ampak bi mi bilo res težko delati od 7 do 3 za nekoga, zdaj, ker sem to spet doživel. Jaz sem malo pozabil, sem tudi prej velik delal v nekih podjetjih, pa za očeta in je bilo to normalno, ker si mogel preživeti, pol sem imel to svojo pot, sem imel veliko več svobode, pa si spet na to padel, ampak bilo pa to tako dobra motivacija za naprej, da sem spet dobil ti zagon, ker včasih smo ljudje taki, saj jaz sem, ko bubri goloju, delaš, pot je pa lepo, ki si nekaj ustvaril. Se pa sprostiš. Tako, in pa gre malo dol in rabiš, da ti nekaj nazaj zruka. In mene je to zrukal in mi je dal zagon za naprej in sem vesel za to izkušnjo, pa veš, zakaj sem še ful vesel, kaj veliko to pažam. Ljudje, ki pridejo do nekega statusa, predvsem do denarja, jih je strah, da bodo to izgubili, ker vejo, da veliko stvari vpliva na to, da lahko iznosno jutro vse izgubijo, da ni vse samo do njih odvisno. In se mi zdi, da pol živijo v strahu. In kaj ti bo ves ta denar, če živiš s tem strahom, nisi svoboden. Ne? In da sem del to, da ti, ko dosežeš nekaj, ti mora biti čisto vse, to je težko, to je neumno, ampak ne smeš se sekirati, moraš sprejeti, da tudi če vse izgubiš, je to v redu. Razumeš? Zato, ker če živiš skozi strahu, ta denar ni vreden, ti ne daje svobode, ti daje svobodo na enem področju, ampak te na drugem vzame. In jaz sem doživel to, jaz sem šel nazaj po neki uspešni karieri, sem šel v skladišče delati. Marsikdo bi to doživel za velik poraz, pa bi ga bilo sram, pa ne bi nikoli to tako javno povedal. Jaz sem to takrat čisto sprejel za nekaj normalnega, že prej v življenju sem to kaj delal, sam sem se odločil, da bom šel v to izkušnjo, in mi je to dalo tudi to vedeti, da če daj spet zagusti v življenju, sem že znajdel. Ni mi neprijetno delati taka dela. Ni mi, veš, kako bi marsikomu bilo. No, sem moči si isto izkušnjo. Jaz, ki mi je diskoteka propala, sem šel delati k bratu, se pravi, umazan del. Mislim, ali sem bil na viličarju, ali sem pa mešal beton na betonarni. Ti smešati beton na betonarni, ki si sam, ti si res dolgočasno. Viličar nalagati kamione, imaš šoferja, kako bomo tret, moraš malo misliti, je malo drugačne. In meni to ni bilo noben problem je delati, čeprav sem šel delati za ta denar, ker sem jaz kelnerje plačal pri sebi, prej, in tudi to so pol govorice bile, pač mi jih je en povedal, ki jih je na vasi slišal, da so te delavci od očeta, od brata že takrat rekli, je mislil, da mu ne bo treba nikoli več delati, pa ga je zajebalo, mora spet delati. Kaj bi bilo meni tako na svet težko tisto pride delati, niti nobenega sramu, da bi čul toliko to, niti približno, To, kar si pa ti rekel, da je strah ljudi, da bojo vse zgubili, jaz tega straha nisem nikoli imel. To je super. Jaz sem kvečen kontra. Jaz sem bil preveč samozavesten, ki je zalaufalo. Sem mislil, to bo laufalo. Zanimivo, z delnicam, ki sem jih kupoval, pa je to začelo gorjeti, pa sem to kar na dan zaslužil, Jurija 2. Jaz sem bil tako samozavesten, da sem rekel, pa to bo zmeram. Takrat da bi mi en rekel, ti to lahko pade, da boš ti vzgubaš. Ma kje si ti sem bil tu tako samozavesten, preveč samozavesten, tako da mene bi pa moglo biti malo strah, pa me ni bilo. To je ful dobro, ampak jaz sem videl vzorc pri nekaterih zelo uspešnih ljudeh, ki so recimo prišli do bogatstva relativno hitro.
se zavedajo tega, ker se zavedajo, kako hitro so do tega prišli. Pa da vejo tudi, da velikrat ni bilo odvisno samo od njihovega dela, da so se včasih se morali tudi zvezde poklopiti, pa te prav timing, pa marsikaj. So dosegali nek družbeni status. Ne? In to so tudi ljudje, ki radi pokažejo svoje bogatstvo na načine z dobrimi avtomobili, ki so velikrat v neki ekonomski, če bi realno sliko podjetja pogledal, niso upravičeni, oziroma vidiš, da si težko prvošijo tako stvar, ampak to zdaj neki imič in jih zelo boli, zelo jih je strah, da bi to izgubili. In si v bistvu potem sužen lastnega denarja. A pa dober primer je, da si sužen lastnega denarja, če kupaš preveč dober avto, naprimer, pa ga potem paziš, pa ga čuvaš, pa te je strah parkirati, pa strah je to, pa ne tam, ker je taka cesta, pa ne to. Tak sem jaz. Ampak si sužen svojega lastnega denarja. A si ti kupil avto ali on tebe? Zato jaz hočem tega Mercedesa, kakšnega Mercedesa, ta Mercedes moj, mislim, da mi je rekel... S-klaso ima, da je sam lažje. Ne, GLA imam jaz, GLA imam in sem glih vprašal tega tudi, ki mi ga je prodal, koliko je še vreden, pa mislim, da je rekel 17,000 evrov. Ne? Se pravi, da to ni zdaj neki, da nekdo misli, da bom za 100 evrov avto. Pa glej, meni je to brezvezen avto, predober mi ga je, v Bosno grem za Peugeotom, ki je vreden 3,000 evrov in ljudje mi najbrž ne verjamejo, koliko z veseljem se v tega Peugeota usedem in ga tudi tam grem po makadamih, pustim ga kjerkoli, če mi ga ukradejo, ne mi ga ukradejo. Mislim. In zdaj tudi razmišljam, da bi ker dva avta je pa spet problem imeti. Že to, ker moram imeti dvakrat na tehničnega, vključujem 2 registracije, 2 vinete, 2 vse. In sem gruntov, prodam oba dva ta in kupim nekaj rabljenega za 10 evrov, tako da mi ni škode in da to imam. Sem pa tamle, ker... Mogoče zagledam tvoj potovanje. Ja, ampak veš kaj, teren se pa ful vse draži, gume, več pože. Ampak sem tamle gledal, ker tukaj svidu en avto prodaja, je mu neko Kio, ki je bila neki tako kar višji, ampak tudi žre 6 litrov, to mi je še spremenljivo, višji je, tako da to mnogo višji kot Peugeotček, tako da to je bilo zame idealno. 10 evrov je bila cena rabljenega, sem imel veliko kilometrov, bi raj jaz, ni problem, če je star sem, da ima manj kilometrov, prodal je 12 evrov za njega, sem zmagal, pa imam pol sem en avto, tako da, ampak to je tudi ena stvar, ki je fest naredelam, da zdaj 2 avta moram prodati, enega kupiti. Veš, kako je to papirologije, bozega zranja. Ker danes je pri teh avtoprodajalcih, tam, ki kupiš avto, lahko tudi oba dva jim daš, tako da to na hitro. To je spet, prosim, pa to je ta lenoba, o kateri jaz govorim. Lenoba, to je. V teh stvareh smo mi dva lena, v teh stvareh, ki so ti, pa ne da se mi to, ne da se mi to, ne da se mi to, ker ti je to nek hesel, ne? In take stvari je pri meni, pa se tim pošel povedo kar dost, no? Pa tudi pri tebi. Po mojem, potem, kar govoriš, si kle dost podobna. No, ampak sem len samo za ene določene stvari, ki so mi zoprne delati, ne, mislim, če moram imeti pa tam le freza cel dan ali pa fizično delati, grem pa brez problema delati. Ker je tukaj neka športna aktivnost in to vzamem, ok, nekaj sem naredil zase, športam v bistvu, pa še nekaj dobrega narediti zraven. Veš, to vem, da en kolega me je enkrat na sezono vabil, če gremo njegovemu detku pa babici vrt preštihati, ne. So s takim veseljem šel, ker to je bilo 2 uri dela, lopato, družil sem se z njim, razumeš, na koncu še en perš pila, to je bilo, sem rekel, top, to je boljš kot fitness. Nekaj koristnega si naredil, razumeš? No, čeprav jaz, ko frezam doma tamle vrt, ne. Se kar zmatram. Mislim, ne zmatram, dolgočasno je, ne. Sam greš, dolgočasno. Ti sam delaš, ne, tisto si v nekaj družbi, tako izteče, ne. Tako da... Kako so mi da kaj s časom, kaj veš? Ne vem. V neki kameri gor, 1:30. Ja. Še kaj se bo zdala povedati, da iščemo še eno sogovornico. Tako. Ja, midva sva s Tomažem v bistvu razmišljala, oziroma Tomaž je prišel na idejo, da bi bilo ful fajn, da bi imeli še 3. članico tega pogovornega podcasta. Tako. Predvsem zato, ker bi dodala nek vidik, ki ga midva nimeva, to je sprav ženski vidik. Pač neko žensko mnenje. Tako da bi bilo debate v bistvu še dodatno podprte z tega vidika in bi bilo še bolj zanimivo, po mojem mnenju. Ja. Oba sta se strinjala, da iščeva neko punco, gospodično gospo, tam do 35 let starosti, zato da predvsem spremlja aktualne tematike, da je razgledana, da razume
mogoče nadpovprečno dogajanje okoli njeno, zato da lahko tudi nek intelekt zraven prenese v te pogovore. Tako. Vse ostalo nam je pa mogoče nepomembno, razen to, da je resna, pa da si je pripravljena vzeti čas, da pač, ko se zmenimo, da pride, da je zanesljiva, zabavna, pa pač je to. Zdaj, če kdo pozna koga najbolj da priporoči, lahko na mail pošle, a pa če se bi kdo kar sam sebe, bi se bili najraje videli, da se te osebe kar same javijo, če se kdo prepozna o tem, pa bi rad debatiral z nami, pa se lahko na kakšni kavi prej spoznamo, pa vidimo, če se ujamemo. A lahko te pišejo, ali kako? Lahko meni, lahko te. Imaš kakšen mail, na katerega? Bom jaz opis videa mail dal, oziroma tomasgorec@gmail.com pa... Ne napiše, pa mogoče en stavek, na hitro osebno. Mislim, nekaj v sebi fino, da napišete, ne, tako da kdaj vidiš, ko ti kdo piše nekaj, on celo rab od tebe, mislim, pa nič ne napiše en stavek, mislim, da napiš nekaj, da vzem si 3 minute cajta, ne, tako da tle bi pričakoval, ja, da neko samo inicijativnost pa je to, pa se nič pa ni obvezujoče, no. Pošljite mail, pa se dobimo, da tudi ona začuti mogoče najno energijo, da ni načino, zdaj pošljaš pa si takoj notar, pa potem gremo tam naprej. Ne bi si pa želela, da to zdaj nekdo pride, pa 3krat pride, pa reče, jaz ne bi to več, ker mi dva imava to namen snemati dolg cajta, ne. Tako, neko serijo iz tega narediti. Ja, serijo, tako da to bo, da bi to, ne vem... Saj je bilo ful dobro, da sem se veliko tudi o ženskah pogovarjala. Ja, da še ona pove. Tudi gledalci bi tako največ odnesli, ker bi razumeli, zdaj razumemo tu ženski vidik. Pa pri kakšnih stvarih bi ona odprela neke ženske tematike, ki so ženska ful pomembne, pa mi sploh ne razumemo. In bi nas ona kaj naučila in kontra. Tako da, drugače pa se snemamo o Trebnjem. Tako, ja. Zdaj, če je ona z Ljubljane, se tudi lahko zmenite, da skupaj pride, da se vsak posebej ne voz, ne, tako da tudi vdaje, ki snemamo, jih bomo po 2 posneli, da se tudi tokrat ne voz, če bo kdaj zaradi mene tudi 3, to dam bolj tep, pa še tako bo na odločanje, ker je sem itak tle, tako da ne, če bo to vidva rekla eno, bomo eno, če bo ta rekla 3, lahko pa 3 ali pa 4 v končni fazi, ne. Tako da zna biti pa to zanimivo, ne, se veš, takole se pogovarjaš, izkušnje zmenaš, kaj se naučiš, mogoče tudi obdelovala bova dosti podjetniške teme, življenjske teme, tudi pol, ko bojo to ljudje malo bolj začeli gledati, bo tudi na kakšno vprašanje odgovarjala, pa tudi sama bo videla, kako se to razvija in prilagajala, da bo čim bolj zanimivo. Tako da... To je to. Pa dajte mogoče reči, že gledalce že zdaj spodbudimo, da napišejo kakšno zanimive tematike, katere bi še želeli, da odpremo mogoče, kakšno vprašanja, dileme, ampak kakšne zgodbe vaše, mogoče da pokomentiramo. Pa so lahko anonimna zgodba, kako je Jože iz Dolenjske nekaj naredil, pa kakšno je naše mnenje. Ja, lahko, no. Jaz dobim dosti vprašanj, ki mi ljudje pišejo, ima neko... Ne, mislim, je podjetnik, pa ima neki problem, pa me sprašuje, kako bi to rešil, pa mu jaz sicer običajno odgovorim, ampak jaz tudi nimam to časa, da bom zdaj dolge maile pisal, odgovorim bolj na hiter, ne, če bi pa tle odgovoril, bi pa prvič 2 mnenja in mojega in tvojega, ne, več časa lahko temu namenva, ker tudi ne, vsak, ki ima neki problem, lahko tudi še 100 drugim ljudem ta problem reši ali pa se da nekaj z njega naučiti, tako ne. Tako da bi tudi lahko na kitacga odgovoriva. Mislim, ni nujno, da je podjetnik, lahko tudi nekdo, ki grunta, da bi se na podjetniško pot šel, lahko nekoga, ki mislim, lahko karkoli vpraša, ne vem. Zgubiti nima kaj, tako da je. Ja, zgubiti nima kaj, ne, tako da tudi, saj tudi, če ne dava čez nekega pametnega odgovora, mogoče človeka usmerva v neko smer, kamor bi mogel iti, pa tako naprej, ne, tako da. Veš, kaj sem pa edino nekaj vmes še hotel reči, pa sem pozabil, se ne vem čisto točno, kaj je bilo,
ampak to bi sem še dodal v tej vdaji za na konc, ne. Rečemo, kaj delaš, ne, pa kaj hiter obupaš, kaj nekaj ne gre dober, ne. Veš, kako se jaz to, bi rekel, zmotiviram, potolažem in tako naprej, ne. Jaz pomislim, rečemo, na neke športnike, koliko časa nekateri ustrajajo. A ti mogoče, ki spremljaš Formula 1 ali pa si jo kdaj? Zelo slabo, na hiter. Vem, da sem gledal eno serijo na Netflixu, ki je bila v tej formuli, mi je tam malo zanimivo, ampak samo eno sezono, pa še to ne vem, če sem celo. Jaz sem včasih Formulo spremljal, jaz sem 15 let Formulo res spremljal, sem navijal za Schumacherja, za Ferrarija, to. Pol je pa malo dolgočasno ratalo, ki ta, kaj že ta Britanc, ne vem, kako se že piše, sem zdaj pozabil, je začel serijsko zmagovati, pa nima nobenih šans. Hamilton. Je ta. Sem pa nehal, ne. Ampak zdaj po cajtengu, kdaj pogledam, ker se je tudi malo spremenilo. In veš, da presenečeno ugotovim, da je še zmeraj v te Formule 1 Fernando Alonso. Pa on je že 20 let, se mi zdi, noter. In lej, 10 let ni bilo slišati za njega, ampak ustraja. In zdaj bi rekel, za koga navijam, počas nisem za Fernando Alonso, tako cajt navijam. Tako da zdaj bi mi bilo pa spet zanimivo gledati formulo, ampak hočem ti to reči, lej, človek je že tukaj vse dosegel, ki ima denarja, kakor češ, ki se mu ne bi bilo treba jebati pa ustrajati, pa ustraja. Tako on uživa v tem. Ja, ampak mene pa kdaj mine nekaj, ki 3 dni nekaj ne gre, ali pa ne vem, pride, ne vem, 2 dni ne prodam nobeno knjigo, pa kar že malo obupam, ma kje češ obupati, lej, ne. Njega veseli to, veš, tudi to je velik faktor, ker to po 20 letih vprašanje. Ampak, lej, on je bil svetovni prvak, po mojem, ene 2-krat. Jaz ne vem, če mu je lušno zdaj se pa tam od odzadaj voziti. Pa čeprav ima rad motošport, pa da se mora tam od odzadaj voziti, ne vem, če je lušno. Po mojem, da je on sem tako strajen, vidiš. Če bi ga to lahko vprašal, kako bi ga z veseljem to vprašal. Je pa še nekaj, kar jaz sem ful opazil, ne. Večino vrhunskih karier, pa športne kariere so ful lep primer, pa tudi drugje se to vidi, ampak pa športu najbolj, pa kakšni, ja, šport. Imaš neke, veš, ta začetni vzpon, pa pride do nekega pika svoje kariere in dol padejo, ne. In ta padec dol jih tako sesuje na vseh področjih. Cristiano Ronaldo je zdaj dober primer, ne. Ja. Če si gledal, ko so igrali na svetovno proti, si spremljal, kaj je fuzbol Slovenijo, ko so igrali. Evropsko na svetovno. Kaj je jokov, ja. Stari, jaz sem prav čutil njegovo bolečino. A si videl, pa že prej, kako je bil živčen, da ni šlo, ker on je bil navajen, da je njemu vse šlo. No, zato sem ti jaz rekel, da Fernando Alonso verjetno ni lahko se zdaj zadaj voziti tam. On je bil med zadnjih 5, po mojem, ker nima konkurenčen avto, pa tako naprej. To jih tako mentalno sesuje. In če pogledaš vrhunske kariere, kot so en dokumentarci sem gledal, Tyson, ne, kaj on naredil, on je vso premoženje zagonil, mentalno, mislim, ne vem, a se je drugiral, ni tako rekel. Potem imaš primer Tiger Woodsa. Imaš teh primerov, ki vidiš hop, in zato, ker njim je to, oni so bili navajeni, da večino tega zadovoljstva, kariernega uspeha, ugleda, vse je prihajalo na podlagi tega. Na slabše zelo težko iti, ne. In ko dol useka, to je tako viden ta cikličnost, ne. In to sem rekel pri Cristiano Ronaldo, ki si videl, kot človek to sprejet, da je nekaj drugač, da si to zgubil, mislim, to mora biti tako zahtevan proces. Sploh pri takih ljudeh, ki so navajeni, da so 10 let bili najboljši na svetu. Ne? No, v glavnem, ne obupati, pa še spomnim se tega Alenko Bilica, sem bil na velikih njegovih seminarjih, ne, in le vidiš, ne, to, zdaj, si od njega, bolj ali ne, sem se samo eno stvar zapomnil, ampak je pa to pomembna stvar, ki mi je velikrat pomagala. On je povedal zgodbo. Rekel, enega prijatelja imam in sem ga srečal, rekel, ti, zdaj bom nekaj začel uvažati, neko stvar, tu bo full laufalo, tu bojo kupile te vse, Mercator, Hofer, tu bo, tu. Ves navdušen, vid milijona, vse. Prav ga srečen čez 3 mesece, pravim, kako je posel.
Prav, ne bo, ne bo. Prav, kako ni. Rekel, lej, tam ta veliki nočejo vzeti, sem jih poklical, pa so rekli, da ne bo. Pa je on rekel, pa on svojo zgodbo pove, ne. On je bil ta Armanijev model, ne. In rekel, njega so več stokrat zavrnili, ampak on ni pomislil, da bi odnehal, niti približno ni pomislil in je ustrajal. In tudi jaz, če sem nekaj ne gre, jaz se ful velikrat na njega spomnim, ne? In enkrat ga bom tudi na podcast probal dobiti za intervju, ker se res rad z njim pogovarjal, ker mi je res to njegovo, to sem se od njega zapomnil in to mi velikrat pomaga. Si tudi Alena Kobilico so ga več stokrat zavrnili, pol je pa car ratov, ne, tako da taka inspiracija. Nek learning curve je proces, da se naučiš, ne, pa da nekaj spremeniš, kaj si predelal, da ni deloval po mojem. Pa se učiš in na neki točki se ti akumulira to znanje, a pa tudi v tem poslu mogoče tudi odvisno ful od poznanstev, spoznaš enega, spoznaš drugega. Kdaj je tudi malo od sreče odvisno, ampak če ti nisi ustrajen, ne bo, ne, ker on je bil vsem ostalem zgleda, ni bil všeč, Armaniju je bil pa všeč, ne. In rečemo tudi, prodaja knjige, ne, lej, mogoče ne vem, te prijemi, ki jih imaš, ne laufajo, ker pa probuješ enkrat, pa nekaj zadeneš, pa eksplodira. Ti pa res povedal to zgodbo z mojo knjigo, kakšen je bil proces, ker ne moš verjeti, pa bi večino folka že zdavni vse skupaj fuknali nekam, pa bi rekel, ne. Kaj če čva ta proces, da kaj poveš v naslednji oddaji? Isto sem razmišljal, to sem hotel, da naslednji pa povem, kakšen je bil proces te izdaje knjige, ki je bilo takole in vse, kaj je bilo šlo narobe, nisem verjel vase. Na koncu jo izdam in prodamo več kot 1000 kosov v 2 mesecih. Nisem si upal verjeti, da se je to zgodilo. Vsa čast. No, evo, gledalci, zanimiva zgodba v naslednji oddaji, tako da obvezno jo glejte. Še kaj dodava? Ja, da se vidimo naslednjič. Da se vidimo naslednjič. Neč, hvala vsem. Pa prijavite se. To tisto, kar smo prej rekli. Za ta tretja oseba, ne? Ta tretja. Ja. Čau. Hvala, živja.